Pozdravljeni v podcastu iz Centra v Gol. Oddaja namenjena vsem, ki želite nogomet spoznati poglobljeno in strokovno. Igor in Nace bo v center postavljala goste z področja nogometa in športa nasploh. Najbolj razširjena igra na svetu je veliko več kot le zmaga in poraz. Vabljeni, da z nama spoznate vse, kar nogomet ponuja. V primeru, da so vam oddaje všeč, vas vabimo, da nas všečkate in sledite na vseh pomembnih podcast platformah, kot so Spotify, Deezer, Google Cast, Apple Podcast, TuneIn, ter na ostalih pretočnih vsebinah, ki jih še dodajamo. Najdete nas tudi na Facebooku, YouTubeu, kjer bomo veseli vaših všečkov in vas vabimo, da ste naši sledilci. S tem boste na tekočem z novimi oddajami in dogodki, ob tem pa nam boste pomagali, da bo oddaja še boljša v prihodnje. Vaši všečki in število sledilcev je za nas ključno. Hvala vsem, ki nas sledite in nas še boste. Nace, pozdravljen. Zdravo, Igor. In absolutno pozdravljen naš današnji center oddaje. Zdravo, Bojan. Pozdravljen. Zdravo, Z nami, Bojan, kot smo napovedali, je Bojan Jokić, trenutno še, ali ne več, kapetan reprezentance, bo verjetno pokazal čas. Bojan, ste kaj v stiku z Matjažem? Ja, trenutno ne, ampak itek za reprezentanco sem vedno pripravljen dati maksimum, če bom poklican. Ja. Blizu rekorda, ne? Ne razmišljam veliko o tem. Koliko je rekord, pa kdo ga ima? To bo to vedeti. Bojan ima 100, Vem, da ima 101. A 101? O, bravo. To boš pa še zdrl. Bomo videli. Bojan je rekel, bo še igral 5 let, tako da sploh ni panike. Okay. Bomo imeli veliko za predebatirati danes. Ja, zagotovo. V glavnem, Bojan, midva se poznama iz nogometnega razreda, da štartamo mogoče od tam. Ti si v nogometni razred takrat prišel iz Zarice. Dej nam povej, smo rekli, da bomo na hitro šli v to, kakva je bila tvoja pot od Zarice pa do Lige 5, kjer imaš ti izkušnje z 3 ligami od teh 5 ta velikih, ne? Ja, kot si že rekel, v nogometni razred sem prišel iz Zarice, star sem bil 15 let, končal sem osnovno šolo, vpisal sem se v športni razred v Šiški, ti si bil eden mojih trenerjev. Mislim, da je bil to velik korak v moji karieri, da sem prišel v to gimnazijo, imeli smo super treninge, imeli smo dobre športne pedagoge, trenerje, ki so nas veliko naučili in to je bila neka odskočna deska za naprej. A bi lahko rekel, da si se tam srečal tako prvič z nekim polprofesionalnim ali pa že profesionalnim odnosom, ko te je pol omogočil lažji prehod v ta profesionalizem? Ja, mislim, da so tudi že tako sama leta, 14-15 let, tista prava za nogomet. Ko razmišljaš o nogometu kot takem, ko gledaš tudi te taktične zamisli, osredotočaš se in takrat veš sam, kaj sploh je tvoj cilj, kaj hočeš doseči od tega nogometa. Torej si že takrat malo o taktiki tudi razmišljal pri teh letih? Sem moral, take trenerje sem imel, da ko sem se vključil naprej kot bočni igralec, sem dal center, sem moral nazaj še hitreje priti v šprintu. Naprimer, moja navada je bila, da sem dal center in sem gor vstal in gledal. Ne? In si gledal, če bo gola ne bo. Ja. Pa Rus prišel od zadnji, pa se je drl za tabo, ne? Ja, in pol še vedno tudi naprej, ko sem šel v te više lige in vse skupaj, sem slišal še vedno ta glas. Vrnem se nazaj in sem takoj tekel nazaj. Mislim, da je to eno največjih najpogostejših posredovanj trenerjev, kar se tiče recimo bolj ofenzivnih. Sicer ti nisi toliko ofenzivni po naravi, ampak vse. Vrni se. Samo to. Ja. Ne, je bil ofenzivni, ne se bat. To je bilo skozi gor. Ne, mislim, pardon. Zdaj pa malo pretrigan že bolj. Ja, se to. To je tudi eno od vprašanj, na katero še pridemo, tako da pustimo za kasneje. Ok, ti si potem iz Zarice Triglav Kranj, v Repki si igral Boka, v Kranju si igral Veznega. Vse veš. Je, res. Menjal sem te pozicije, itak na enem nivoju lahko pozicije menjaš, da bi se najdel, vsak trener ti da neko drugo pozicijo.
Res je, da moraš v njej razmišljati, se prevaditi. Mislim, da se vsako pozicijo da korektno odigrati. Res je pa, ko prideš na nek nivo Lige 5, moraš pa že vedeti, kje je tvoja pozicija, da bi dal maksimum. Ker v teh klubih je pa že tako narejen in vse poštiman, da ti upravljaš svoje delo. Naprimer, jaz sem bočni igralec, sem del ekipe in upravljam samo svoje delo, to, kar zahteva trener. In to vse skupaj, teh 11 igralcev, tvori en mozaik, ki pride do določene ideje trenerja oziroma do te igre, ki jo trener hoče. Se mi zdi, da na višjem nivoju v bistvu vse teži bolj k tej specializaciji, tudi pol znotraj strokovnega štaba, pa vseh ljudi, ki delajo v klubu, da ima vsak veliko ožjo nalogo, ko pa recimo tukaj pri nas v Sloveniji, ko en človek upravlja več funkcij hkrati. Se mi zdi, da je to ena velikih razlik, ko se premikaš proti močnejšim ligam. Ja, prav imaš. Res je, da vse je poglobljeno, vsak dela svojo zadevo, svojo stvar, vsi so profesionalci, vsi so na nivoju. Res je, da tudi v Sloveniji nogomet res napredoval in jaz imam to srečo, da sem ujel tudi te starejše generacije in zdaj igram s temi mlajšimi generacijami in vidim, da v vseh ligah, tudi naprimer zdaj v Ruski ligi, kjer igram, so zelo napredovali, vsak trening se snema, popravljajo se napake, veliko je tukaj trenerjev, da glavni trener, da mu pomagajo to idejo dati igralcem, približati igralcem, da pač vemo, kako igrati, kaj delati, pripraviti se na druge ekipe. To je vedno, mislim, da vsako leto je to bolj poglobljeno. Kako se vi, mi dva se veliko pogovarjamo, recimo, koliko je težko za trenerje ali pa strokovne delavce v bistvu se soočati, handlati z vsemi temi informacijami, ko jih daje tehnologija, pa vsako leto je nekaj novega, pa več, pa to. Kako pa se igralci v bistvu s tem soočate, se tudi vi ste pol izpostavljeni več stvarem, več informacijam, moraš biti že kar tudi intelektualno vedno močnejši v bistvu, da lahko vse to ukomponiraš poleg tistega fizičnega dela. Mislim, da je naloga trenerja najtežja v tem trenutku, da trener mora biti izjemen pedagog, mora biti zelo inteligenten, da ve, kaj od vsega tega, od vseh teh informacij dati igralcem, da ne bo to predolgo, da bo skoncentrirani, ko bo gledali en video, da jim zna povedati bistva. To je zelo pomembno in to je zelo težko, mislim. In tako da mislim, da je to eno najtežjih del v nogometu biti trener. Če se samo malo nazaj navežem, ti si prvo profi pogodbo podpisal koliko let nazaj? Jaz sem prvo profi z 18 v Gorici. Z 18. Se pravi, ti imaš zdaj že 17 let si profesionalni nogometaš. Ja. Tako. Koliko se je spremenilo, ko si ravno to zdaj govoril, ne? V teh 18 letih, to, kak je bil tim trenerski, mogoče ne v Gorici, se pravi, ti si iz Gorice potem šel direkt v Francijo, Ligo 5, ne, kot smo prej rekli. Koliko je bil že takrat tim trenerski v Franciji velik napram temu, kar imamo zdaj, rečemo, kar zdaj doživljaš v Rusiji? Mislim, da takrat je bilo nekaj podobnega. Kar je bilo v Franciji, je tudi zdaj v Rusiji. Mislim, da ta finančna podlaga je najbolj pomembna, da lahko zaposlijo več ljudi. In vsak trener pripelje takoj, ko zamenjamo naprimer trenerja, on pripelje svoj štab, svoje trenerje, ki je z njimi že kot ekipa in pol ti da to svojo idejo, ki jo hoče on hoče, da jo pač oni približajo ekipi, ne. Ampak velike zdaj razlike ni bilo toliko, največ je bilo v tehnologiji, v snemanju teh treningov, to lahko sem povem. Prej so nam, naprimer, tudi v Italiji dajali, naprimer, enega trenerja so imeli nam je dajal knjigice, ne, od igralcev. Naprimer, ti si bil obrambni in ti je dal knjigico, noter vse napisan, kjer igralec, kaj je dobra stran njegova, kaj je slaba stran njegova, ne, tako. Zdaj imaš pa vse, ti pošljajo na ta hudl, kaj je, in imaš vse gor. In pač pogledaš igralce, pogledaš, ko igrajo v napadu, kako igrajo v obrambi in vse skupaj, ne. Ne, ker analitiki, rečemo, takrat še niso bili toliko razviti. Se pravi, analitiki zagotovo so bolj konkretni, tudi GPS-e takrat ste že uporabljali. V Italiji, ja. Tudi v Franciji že. Se pravi, v Sloveniji pa ne, mislim. Ja, ker tudi ta GPS sistem se zdaj kar razvija, ne. V štartu je bilo samo neka kilometrina, pa so začeli te hitrosti
se pravi, koliko je predvsem tega intenzivnega teka. Zdaj pač zraven že merijo tudi samo intenzivnost, kar se tiče tudi pospeška ustavljanja, da vidijo tudi, koliko si ti energetsko trošiš znotraj tekme. Ne. Tako da v bistvu ves ta čas vi pridobivate kot igralci tudi en kup novih informacij, ne, kako handlate pol s temi stvarmi. Ko vam pride kar naenkrat en nov človek znotraj, pa vam začne razlagati, pa si misliš, pa kaj zdaj, še to se mogo naučiti, ali kaj? Koliko to zgleda? Ja, zgleda, ko si na primer prvič seznanjen s tem, oziroma ko prvič to zaživeš, zgleda čudno malo. Oziroma ta adaptacija lahko traja malo dlje, dokler se prevadiš na vse skupaj. Jaz, na primer, kot že izkušen igralec, sem zamenjal toliko trenerjev, vse to sem že videl, tako da težko, da še nov trener pripelje kaj novega, da nisem že doživel. Ampak drugače pa že, se pa hitro adaptiram, veš, ker sem navajen na vse, ne. In pol pomagam tem mladim igralcem, ker vem, kako je bilo meni težko in ene stvari jim razložim, da to pač tako mora biti, to je trener, on bo to zahteval in imaš kaj, ne, a veš. Včasih igralci tudi po svoje misli in misli, da to ni prav, kaj bom zdaj to meril, jaz tečem, ok, jaz to, ne. Ne, mislim, da vsak trener dela to z dobro namero. On dela, da bo ekipa uspešna, ker on hoče biti uspešen, hoče imeti še službo, hoče mogoče še v boljši klub, kot jaz kot igralec, hoče imeti v boljši klub, ne, hoče se izpopolnjevati. Ene stvari mislim, da je treba poslušati in se adaptirati, ker s tem napreduješ. Če vse misliš, da lahko sam rešiš stvari, pol je najbolj, da greš takoj za trenerja, ne, da nisi več igralec. Ali pa tenis igrata, ne, kjer si sam. Ja, ali pa še drug šport, ja, individualen, res je. No, sej to si v bistvu zdaj že odgovoril. Mene je vedno ta plat zanimala. Mi kot trenerji normalno podajamo neke informacije, imaš svoje ideje, koncepte, bla, bla, bla. Igralci pa normalno prihajate iz različnih okolij, pa tudi imate svoje videnje in vedno imamo to nek trg, neko borbo, kdo bo zdaj bolj pameten tukaj, ne, pa kdo bo svojo uveljavil. Normalno, da je ponavadi trener tisto, uveljavi svojo. Ampak ja, nasploh me zanima, koliko je mogoče tega znotraj ekipe, ne, tega upiranja, sploh ko se mogoče zamenja trener, pa kaj bomo zdaj to taktiko igrali, pa boljše bilo ono, pa so tu pol neka dogovarjanja, dajmo mi vse in igrati svojo sceno odprej, kako te stvari potekajo v slačilnici. Ja. Tudi imaš ti vlogo kot starejši igralec, pol verjetno, da to malo zgladiš. Ja, itak, normalno, itak, nas je toliko velikih igralcev, mi smo ena prava banda, normalno. Itak, da pol najdeš kaj trenerji, on je eden, oziroma tam še par pomočnikov in najdeš mu in slabo in dobro stvar. Najbolj pomembno je pa itak to, ni pomembno zdaj, ali treba iti na ta zajtrk, ali kdo gleda, ne vem, a spiš ob določeni uri, ali to, vsak ima svoj ritual, svoj ritem, važen je, ko si ti na igrišču, ne, ker igrišče je to, kar pokaže, kam kdo spada, oziroma sami uspehi, ne, ker itak so oni najpomembnejši, da sploh igramo ta profesionalen nogomet in trener je vedno na udaru, on, če ni zmag, on gre, igralci ostanejo. Res je pa, da njegova naloga, mislim, da je najtežja. Najbolj pomembno je pa to, kot jaz gledam za enega trenerja, da zna motivirati ekipo in da ekipa pripravljena v vsakem trenutku dati ta procent več. Vsak igralec mora dati procent več, da bo vse, kar je treba. To je najbolj pomembno. Zdaj, ostale stvari so pomembne na dolgi rok. Normalno, vsi te šprinti, vse to, kar se gleda, ne? Da vidiš, zakaj eno tekmo napreduješ, drugo ne, ali si manj tekel, ali si manj hitrih tekov naredil, vse to, ali si nazaj tekel, ali si napadal, kaj si tekel v šprintu. Ne? To so vse so te analitiki, normalno, to je vse izmerjen, ni to ne zlagan in ene stvari so itak črno na belem, ampak najbolj pomembno je to, da igralci igrajo za trenere na 100%. To je najbolj pomembno, ker mi smo na koncu ekipa, ta energija sama, ki te vleče naprej, da imamo neko komunikacijo in vse skupaj, to te pelje do uspeha. Da spet jaz bom malo nazaj, malo bomo naprej. Ni panik. Ko si prehajal pa vseeno iz Gorice v Sošo, ne? Ti si korus, vlečeš ga nazaj skozi, veš. Ja, le moramo obrambo igrati. On pa že centrirali. Ne, on čaka, da podelajo sami od zadaj. Ja, nula pa bo dober, ni panik. Ampak vseeno, prvič greš, ko si šel v tujino, ne? Razmišljaš, greš v eno najmočnejših lig, kar jih obstaja,
Prihajaš iz Gorice, kjer ste verjetno imeli glavni trener, pomočnik, trener vratarjev, fizioterapeut, če ste ga imeli, ali ste imeli bolj maserja, takrat v tistem obdobju še fizioterapeuti niti niso bili toliko popularni, če se lahko tega izražam, kondicijskega vprašanja, če ste imeli ali pa samo v pripravljalnem obdobju. In zdaj priješ ti v Francijo, prvo si mlad, ne, v gimnaziji Šiška niste imeli francoščine, ste imeli? Ne, nismo imeli, ne. Ja, se pravi, ni znal jezika. Angleščina pa nemščina. Ja, koliko je to zdaj izgledalo, ko si preletel z 20 ti sred Francije v eno tak mašino? Kaj se je s tabo dogajalo? Koliko si ti doživljal vse to? Ja, res je, jaz se bom tudi malo vrnil. V Gorici res, da ta trenutek oziroma takrat je bila Gorica prvak. Ene stvari so bile res na nivoju za slovenski prostor. Imeli smo fizioterapeuta že takrat, to se lahko pohvalim, to je bil Tomaž Šavnik, ki je še vedno fizioterapeut naše reprezentance. In imeli smo kar dobre trenerje. Res je pa, da normalno v Franciji je bilo to na enem večjem nivoju, ker je tudi finančno bolj podprto in res je, da v enih nogometnih stvarih so oni pred nami. In jaz, ker sem se preselil v Francijo, normalno prisoten je bil nek strah, itak mladci, to si želiš, ampak greš takoj v tujino, v drugo državo, nova kultura, adaptacija, nov jezik, soigralci vseh ras, drugačni, noben se s tabo ne pogovarja. Jaz sem imel srečo, ker prvih pol leta je bil tam Walter Birsa in on mi je zelo veliko pomagal pri tej sami adaptaciji. Res je, da on je že nekaj malo govoril francosko, ampak ne toliko dobro. Potem smo se itak morali opisati, klub ti da takoj profesorja in moraš hoditi na te ure obvezno francoščine, tako da se čim prej adaptiraš. Ker mislim, da jezik kot sam je prvi glavni, ko bi rekel, adut ali prva glavna stvar, ki jo moraš osvojiti, da živiš v neki državi določene. Pa da lahko komuniciraš potem tudi s trenerji in z ostalimi, verjetno znotraj kluba, ne? Ja, ker lahko pride, da trener ne govori angleško, lahko da on francozi ne govori angleško, trenira po francoski ligi, imaš igralce, kakšni govorijo, kakšni ne. Tako da pač prilagaj se stvarem, uči se novih stvari in adaptacija oziroma je najpomembnejša, da se čim prej vklopiš v ekipo, da čim prej razmišljaš kot oni, da čim prej ene stvari delaš kot oni. In to je to. A si bil pripravljen na to zdaj, ko gledaš nazaj, kaj se bo vse dogajalo? Ne, nisem bil pripravljen. Nisem bil niti. Jaz sem bil mogoče fizično pripravljen na take stvari, ne? Ampak v glavi nisi pripravljen na tak preskok, ker ne vem, mi smo igrali, ne vem, mogoče, jaz sem dosti pozno podpisal, oni so že začeli priprave, 2 tedna nazaj smo igrali v kupu z Rudarom iz Velenja, pa smo pa igrali super kup proti Lyonu, naprimer, čez 2 tedna sem igral. Ne? In tako da to je bil zelo velik preskok, ne? Velik, ampak treba se znajdeti v tem in pol, če si pravi, ostaneš, se znajdeš in greš naprej. To je to. Si splaval, tako da. Ja. Zdaj, če bi primerjal, ti si igral francosko prvo, italijansko prvo, špansko prvo ligo, ne? Čestitam za ligo UEFA. Škoda, da ni 1-2-3 leta nazaj, ne? Dobro, ja. Bil si v Angliji, v tej njihovi drugi ligi, ne? Kje ti je bilo pa najtežje? A je bilo teh prve pol leta zunaj države kot profesionalc najtežje, a je bilo še potem kakšna druga scena v kakem drugem klubu hujše? Ker na koncu vse klube, kjer si ti igral, imajo zelo veliko tradicijo, ne? Ti praktično v malem klubu ne moremo reči, da si igral. Ja, res je. Te klubi so dokaj veliko pomenijo v svojih prvenstvih. Res je, da so Šo in Kijevo sta zdaj drugo ligaša, ampak dolga leta sta bila prvo ligaša. Tam so bili tudi potem finančni problemi, delo z mladimi, ni jim uspelo vsega speljati, ampak dobro, slej ko prej, mislim, da te 2 ekipe se bodo vrnile v prve lige. Prvih pol leta mogoče je bilo najtežje, ker je bilo to nekaj novega zame, zaradi tega.
Je pa res, da vsaka stopnička višji, ki sem jo šel, ker moja kariera je šla nekako tako proti navzgor, ne, do določenega pač do 31. leta. So bile novi izzivi, nove stvari, ki sem se jih moral učiti, ampak spet s temi leti sem jaz dobil prepotrebne izkušnje in hitreje sem se adaptiral, ne vem, potem s to francoščino, angleščino, ko sem jo govoril, sem hitro osvojil italijanščino. Potem, ko sem govoril italijanščino, naprimer, sem osvojil zelo hitro španščino. In take stvari, tudi sam jezik, tudi stvari, ki sem jih videl, kako se mi je bilo strah. Naprimer, prvič, ko sem prišel, tega strahu več nisem imel, dobil sem trdo kožo, vedel sem, s kom se o čem pogovarjati, koga, jaz sem vse pač spoštoval, ampak sem tudi rad videl, da so mene spoštovali. V tem trenutku si moral pokazati včasih zobe, včasih si moral koga na treningu nagaziti malo. Ja, to je bila konkurenca, čista konkurenca in da uspeš, moraš dosti stvari da čez. Ampak to je pač tako v vsakem športu in to so stvari, ki jih moraš da čez. Zdaj pa, jaz sem vedel, mene je bilo sram, da jaz ne uspem. Jaz sem skozi razmišljal, jaz moram to narediti in čau. Meni sploh ni bilo druge, ne. Še posebej, ko nisem igral, sem še bolj treniral, sem še več dejal. Hotel sem dokazati, da sem boljši od svojih konkurentov in da sem jaz ta, ki mora igrati. Ne? To je tu, recimo, tekle, ko prideš v ta klub, verjetno je to baza igralcev je tudi pri članih verjetno zelo velika. Ne? In imaš sicer tiste, ko so prvotimci oziroma teh prvih 18-20 in potem verjetno še priključenih en kup tudi drugih mlajših, ko se pa borijo za ta mesta. Ne? Si ti bil kdaj tudi v tej situaciji ali si dejansko vedno prišel in so nekako računali na tebe že od štarta, da konkuriraš za prvih 11? Ali si pač res bil kdaj tudi v zadju, pa moral sam fajtati? Ja, sem bil. Normalno. To je ena normalna stvar adaptacije. Res je, da naprimer v Sošoju, ko so me kupili v Franciji, jaz sem prišel kot okrepitev, ne? In že takoj prvi pogovor s trenerjem, ko sem ga imel zjutraj, jaz sem prišel v hotel okrog 3-4 zjutraj, ob 8 so me zbudili na recepciji, so klicali za recepcijo in se s trenerjem so se pogovarjala. In me takoj vprašal, kaj pričakuješ od letošnje lige. In sem jaz rekel, ja, pričakujem, da bom čim več igral in vse skupaj. In mi je rekel, tako je napačen odgovor. Ti si prišel kot okrepitev, ti moraš biti najboljših tukaj in tako. Res, tako je ti da nek pressing na pleča, tako je neko odgovornost prepotrebno in pol, veš, ti se malo, kam sem jaz prišel, kaj je zdaj to, ne? Tako je, ne? In zato tudi tem mladim igralcem, naprimer, ko se zdaj prodajo, ko so to te astronomske cifre, to so, mislim, da veliki pritiski na njih. Mogoče zaradi tega dobro odigrajo, cel svet pričakuje od njih nekaj. To je tako, ne? Oni so v še večjih škripcih, ne? To lahko verjetno vzameš kot veliko odgovornost, pa pritisk ali pa tudi da samozavest, da pač vse en gledajo na mene, nekje sem že, ne? Ja, prav imaš. In tako pol to obrneš, kot si rekel, to obrneš v svojo prid in rečeš, to je to, veš, oni so mene kupili, se pravi, jaz moram biti najboljši. A kot tujc normalno, da moraš biti boljši od nekega Francoza, da igraš, ne? Normalno. Zakaj bi oni kupovali pol koga? Bo vzeli svoje šole, ne? Tudi cene jim pride in vse skupaj, ne? Od vseh teh lig, kje ti je zdaj bilo najtežje pa najlepše igrati? Najlepše mi je bilo igrati v Španiji, ker klub je res na enem visokem nivoju. Mislim, da je to klub pod tem 3-4 največjim, takoj zraven. Je kot neka velika družina, organiziran maksimalno in zelo dobro delajo z mladimi, zelo dobre trenerje imajo, vedno dobro trenirajo, igrajo napadalni nogomet. In pač ti samo razmišljaš o tem treningu, o tej koncentraciji, delaš svoje delo in to je to. To je najbolj pomembno. Enostavno, zelo enostavno, ampak to enostavno je najtežje, ne? To smo torej sliši se simple, pa sam fajn, ne? Ampak tu so tudi stvari v zadnji, to smo se zadnjič pogovarjali off the record, ne? Da življenje v tujini ni sam z rožicami poslano, pa se fajn sliši, malo brca žogo, pa vsake to kapne plača in si zadovoljen, ampak so tudi temne plati tega, ne? So, Kje ti je bilo pa najtežje? Najtežje je bilo, vsod je bilo včasih težko, ne vem, v določenih obdobjih, hotel sem vrniti se, ko sem me vprašal, če si bil kdaj tam, nisi mogoče kandidiral za prvih 11 in vse to skupaj je bilo, ja, prišel je trener,
ne vem, rekel je, računam na te, igral boš. Pokličete, sploh pomislil te poklical na pogovor, on te pokliče in na koncu te ni v nobeni kombinaciji. Najprej si igraš, pa na klopi, pol najde na videu, da si ti kriv za vse, kada sam igraš, kada je individualen šport, take stvari. Pol si že na tribuni lahko, se je dogajalo, ne? A veš, ali pa ne vem, na treningu si dober, vse treniraš dober in nisi v prvih 11. To se tudi v Italiji dogajalo včasih. In to so normalne stvari, to se dogaja vsem, to so neke ideje trenerja, odločitve, ampak na koncu jaz sem vedno prišel na zeleno vejo, vedno sem dokazal, če sem zmožen in se vrnil, ne? Tudi takrat, ko sem padel. Tako da v enem trenutku Ti nisi tisti tip igralca, ko išče takoj drug klub takrat, ko ne igra. Ti si tip igralca, ko se bo boril za to, da bo lahko igral tudi tam, kjer je mogoče trener že križ naredil. Normalno, itak. Zato, ker ti si del ekipe, res, ko prije prestopa rok, iščeš nekaj mogoče, da bi šel, ampak ne gledam zdaj problem, če ne igram eno tekmo, 2 tekme, jaz gledam, najprej iščem problem v sebi. Če to ni ok, grem na pogovor s trenerjem, kaj je problem. In pol dokažem, da moram jaz igrati, ne? Slej ko prej. Zdaj pa, če ne gre, grem pa v drug klub, ne? To je normalno, ampak ni to, ne moš ti kar klub zamenjati tako hiter, najdete eno novo sredino, spet nova adaptacija, spet nove stvari, bo pa en drug trener spet tak mogoče, ne? Če te v trenerju problem. Se pravi, je v igralcu večji problem ta, da on si dela neke prepotrebne pritiske in probleme same, ne, po sebi. Posod se da adaptirati na ta način, če pa že ne gre, pa normalno se pogovoriš s trenerjem in greš naprej, ne. Res je, da ko si mlajši, je to malo težje, vse stvari vidiš nekako drugač. Ko si pa že v tem toliko časa, imaš pa širše obzorje in dojameš stvari drugače. In potem ti ni problem zamenjati. Ja, na začetku sam črno-belo, ne? 0 pa 1. Ja. Normalno. Pa dodal bi sam še problemi so takrat, ko si poškodovan, naprimer, ko gre za reprezentanco, take stvari, ti se vrneš, ekipa je že igrana, naprimer, in si prej igral pred reprezentanco, ti se vrneš in potem ne igraš, dostikrat se to zgodi. Te spočije, ekipa dobro odigra in te ni v kombinaciji, ali pa ne vem, poškodovan si in se vrneš in te tudi ni v kombinaciji, take stvari. Pa prej bi te vprašal, ko sem te že vprašal malo o razlikah teh lig, ne? A drži to, da ne vem, se v Španiji več posvečajo tehničnem delu, v Italiji več taktičnemu delu, da Rusi radi trenirajo količinsko, da Angleži so dosti blizu mogoče tem Rusom, a to drži po količini, da Španci mogoče najmanj od vseh trenirajo? Ali je to zdaj vse bližje, vse lige, da se tudi po načinu dela približuje en drugim? Ja, mislim, da se po načinu dela res približujejo. Ima pa vsaka liga, kot si rekel, nekaj svojega. To vse, kar si povedal, je res, ampak naprimer, ena španska liga, kot jo vsi gledajo kot zelo tehnično ligo, je tehnična liga, ampak Liga 5 je nekje to ta nivo, ne? Vsak igralec, ki igra v Ligi 5, naprimer, tudi če igraš ti v francoski ligi, lahko vse te lige igraš. Nekje je malo več taktike, nekje je malo manj taktike. To je odvisen tudi od samega trenerja, ne? Tako da zelo veliko podobnosti je, sam ritem igranja je nekje podoben. Zdaj pa odvisen, kakšne cilje ima klub, na kakšnem nivoju si ti igraš ti ligo prvako, igraš Evropsko ligo ali se boriš za obstanek, to je vse odvisno, ne? Drugače pa ni neke ful pretirane razlike v tehniki neke, ne? Vse je to ta tehnika, ki se dela v vseh klubih in mislim, da vsak igralec tudi iz slovenske lige lahko igra v španskem prvenstvu. Mislim, da to ni, da je to več v glavi in vsem tem skupaj, v upornosti, pač v razmišljanju samem, da ti hočeš nekaj več pokazati, da si ti pripravljen na nekaj več in to je to. En od prejšnjih gostov je bil Aleš Vučić, športni psiholog. Si ti kdaj delal s kakim psihologom? Ja, mi smo imeli v Kijevu, tudi v Villarealu je bil psiholog, ampak to je bil sam, če si sam hotel k njem. V Villarealu smo pa pri enem trenerju imeli psihologa, ki smo konstantno hodili pol ure pred treningom, vsak drug dan
in smo izvajali neke miselne vaje, oziroma ne vem, kot neke igrice igraš tudi, da pač reagiraš hitreje za samo koncentracijo, reakcijo in take stvari. Sem imel. In mislim, da take stvari v enem trenutku, jaz sem bil star 23, najprej sem si mislil, kaj je to, jaz rabim, pa take stvari, ne, normalno. Itak, a veš, nisem jaz nor, pa tako, a veš, kakor vsi ljudje, normalno, neš tazga. Ja, to Ampak imamo, mislim- malo Slovenci, malo imamo tako, ne, vse, kar je psiholog, je že za Sami sebi smo klinične psihologi. primere, pa to ni tako, ne. Ja, mi smo pametni, veš, sami sebi, mi rešimo stvari sami in tako. Ne, mislim, da je en psiholog, da je to zelo dobra stvar, da ima en klub psihologa, ker on ti lahko pomaga tudi adaptirati se, tudi dobiti to samo potrebno, da si pač, da verjameš vase, ne? In da greš naprej, ne? Da lahko uspeš, da lahko v tem klubu igraš, da to je nekaj normalnega. Res je, da živiš v tujini vse skupaj, ampak da to spremeš kot neko delo in neko svojo pot, neko svojo kariero, da delaš to, kar si želiš in da je to to. Ne? A je tebe kdo pripravil na tujino, na življenje v tujini? Ja, mene sta oče in mame, kar se pogovarjajo takrat, imel sem tudi punco, jaz sem rekel, da itak, jaz sem si to želel. To jaz razumem, sem ampak te je kdo pripravil na življenje v tujini? Ne, Kako bo izgledala zadeva, da greš v nek drug svet, da bojo pritiski drugačni, da bo več TV-ja, kamer, intervjujev, da je pressing večji in tako naprej. Te je kdo na to pripravil? Ne, noben. Na Ker, to se težko pripraviš. Ja, mogoče ne. Se mi zdi, da kar neki slovenskih talentiranih fantov odhajajo v tujino, in ker niso pripravljeni, tisto, kar si ti prej rekel, ne? Ker glava, mogoče noge, telo, vse to deluje. Se pravi, on je dovolj tekaško pripravljen, dovolj hiter, lahko igra tehnično, taktično, lahko dovolj teče, lahko ima duel, ne? Ampak nič ne pomaga, če priješ v neko to mašino, ne? Ki je pa veliko potovanj, veliko več je intervjujev, veliko več je nekega dodatnega dela zraven. Predvsem pa to, da te, tako kot si rekel, ne, veliko drugače je igrati za verjetno prvo pred 50 ali pa 200 ljudmi, ne, pa za 50 ali pa 100 evrov premije, ali pa igrati v tujini za premijo, ne vem, ko je lahko verjetno tudi po 5 ali pa 10 jurjev, pa plača malo večja. Odvisno ponovno, v katerem rangu tekmovanja igraš. Vsi vemo, da za Ligo prvakov je že, ne vem, da ti odigraš v Ligi prvakov, pa da ekipa zmaga, je takoj 3 do 5 milijonov, odvisno pač ponovno, v katerem delu tekmovanja si. To pa tudi pomeni verjetno, da premija ni več 50 ali pa 100 evrov, ampak se precej dvigne, ne? Da taki pritiski so precej drugačni, ne? S tem, da to, ko si pa ti prej rekel, ne, še zraven, ne vem, prihajajo na eni strani poškodbe, na drugi strani pa tvoja reprezentanca, ko smo jo že prej omenili, ne, v vseh reprezentančnih pavzah tvoje kariere praktično si ti bil v reprezentanci, ne. To drži. To pomeni, da če si igral v prvenstvu 40 ali pa da si odigral 30 do 35 tekem, ker nekaj je bilo kartonov, pa mogoče te je trener še kako tekmo počival, pa še nekaj pokalov zraven, pa da odštejemo še, prištejemo še nekaj prijateljskih tekem, pa potem zraven, ponavadi je bilo 10 tekem reprezentance imate nekje na leto, ne, včasih kako več, kako manj. Zelo hiter prideš na 60-70 tekem ob vseh potovanjih, ob tem, da moramo vedeti, da tudi če si v Franciji ali pa v Italiji, ne greš na potovanja vedno tako, kot je tule iz Ljubljane do Domžal, ne. Če se malo pošalimo, ne, so potovanja precej daljša, pa karantene in vse ostalo. Koliko je to, rečemo, vpliva potem na enega igralca, ko si ti to doživljal? To zelo veliko vpliva. To si vse super povedal, glej, jaz bom malo krajši, ti si vse to povedal, kakor je. Res. Ne, jaz bi, če tako povzameš en teden, kjer si odigral sobota, sreda, sobota in takoj letalo Slovenija in narediš, ne vem, 2 treninga in letalo in, ne vem, igraš prijateljsko tekmo, ne vem, na Slovaškem,
potem priješ čez 3 dni domov igrati tekmo, pa čez 2 dni ponovno potuješ nazaj, ne vem, v Španijo. Kaj to pomeni za glavo, za telo? Vsi vemo, tudi zadnjič smo se pogovarjali z Tomažem Petrovičem, ne? Ko enkrat himna začne igrati, koliko se človek spreminja, se zaveda odgovornosti igranja za reprezentanco. Kaj to naredi, rečemo, z enim igralcem? Kaj je to s tabo naredil? Ja, res je, da jaz za reprezentanco igram že praktično celo kariero, od Gorice naprej. Se pravi, to pomeni 15 let odrekanja, 15 let brez počitnic, skrajšane počitnice, zaslužene počitnice po končanih sezonah. Ti pa da toliko veliko zadovoljstva, kakor ti naprimer noben klubski nogomet ne more dati. Pa nobene počitnice, ne? Nikakor. Zato, ker ti slišiš himno, kot si rekel, pa če se lahko še uvrstiš na veliko tekmovanje, kar se mi s to generacijo fantov smo, to je nekaj posebenega in to so pač, živiš svoje sanje. To je nekaj, kar si vsak nogometaš želi in vso to otroštvo gre čez tvoje misli, vse to skupaj se zbere, vsa ta čustva in vse. Pol vidiš, da je to vredno, ne? Res je pa do takrat, je pa toliko veliko tega odrekanja, toliko poškodb, kot si rekel, potovanj, ti praktično odigraš tekmo, zvečer ne moreš spati po tekmi, ne? Ker si poln adrenalina, ne vem, igraš tekmo, ne vem, v Španiji ob 9, naprimer, končaš ob 11, ne spiš do 6, ob 7 imaš letalo, letiš za Ljubljano, imaš trening popoldne in tako naprej. Čez 3 dni imaš tekmo, letiš mogoče, ne vem, v Ukrajino, ne vem, ali pa kam drugam, vrneš se nazaj v Slovenijo, treniraš še 2 dni, imaš eno tekmo, lahko se tam poškoduješ, priješ v klub, rečete, zakaj si se poškodoval, zakaj si šel v reprezentanco, zakaj to naslednjič ne bo šel. Take stvari se dogajajo, jaz sem imel par takih zadev. Res je, da na koncu koncev klub in reprezentanca se ne zmenita, ampak moraš ti sam si v tem ognju in moraš sam prevzeti odgovornost vedno, kar ni dobro, ne? In zdaj pa razmisliti, kaj je boljše, a se posvetiti klubu, ki te plačuje redno, ker je vse pač tako, ne? To je pač, ko si rekel, ena mašina, ta nogomet, in kolikor je tudi lep in vse skupaj, je tudi sam biznis in oni, naprimer, ko si ti poškodovan, zgubljajo denar, morajo plačati operacije, če imaš kakšno, moraš biti, naprimer, če si bolan v bolnici, vse te stvari, oni zgubljajo s tem. Z igralcem morajo drugega igralca vzeti, če so te poškodbe daljše in vse skupaj, ne? Zato toliko pritiskajo na vse na igralce. Res? To, ko si rekel vmes, v bistvu ta hud tempo in ti se poškoduješ in dejansko si sam odgovoren na koncu za to, kako boš shendlil te stvari. Koliko je recimo razlika po vseh teh letih, ko normalno tudi regeneracija zdaj malo drugačna pri 35, ko pa je bila pri 23, koliko bolj ti mogoče čutiš to svojo mejo, kdaj se ji približuješ, pa jo znaš tudi spoštovati, ko si pa verjetno pri 23, ko pač rušiš, greš na vse, kar je. Zdaj tudi potegneš kje mejo, pa rečeš, ne, moram malo spustiti, ali tekmo, ali trening, ali koliko so tudi dovzetni za to recimo v klubu, da ti rečeš, nisem optimalen, a se da 2-3 treninge malo me spočiti, pa gremo dalje, ali to ni opcija? To je opcija, jaz še nikoli ne izkoriščam, tega jokerja ne potegnem ponavadi. Res je, da delam več na sebi, kar se tiče pred treningom, se bolj zagrejem, delam dodatne vaje. Trenutno se zelo dobro počutim, res je, da tudi tukaj v Rusiji kot kapetan in kot en lider ekipe imam zelo dober status, to me tudi drži zelo gor, to spoštovanje vseh v klubu do mene. Res je, da je to vzajemno, da jaz tudi njih spoštujem, da je vse to tako, ampak praktično jaz niti enega treninga ne spustim, vedno sem primer tem mladim še vedno. Res je, da mogoče Ruska liga je mogoče za stopnico nižja od te lige 5, mogoče tudi za 2 včasih, odvisno od kluba do kluba, ampak je zelo močna liga, mogoče po teh ligah ena najmočnejših. Ampak res je, da jaz sem navajen na tisti nivo in še kar imam nekje v glavi ta nivo prej, ker sem ga igral, in zato mislim, da tukaj stvari obvladujem, kolikor se da dobro.
Pa še eno stvar bi se vrnil nazaj. Ja, če imaš še kaj za dodati. Hodil sem samo reči, se pravi, glava je najpomembnejša. Niso tukaj toliko leta, sama pripravljenost. Res je, da mogoče ti včasih hočeš nekaj več, pa te mogoče kaj zategne, kakšna poškodba, kaj tazga zaboli. Normalno, ampak zato se pa pripraviš, svoje telo pripraviš dobro. In pol je glava vse. V glavi je ta meja, ki jaz vem, kaj, kako in zakaj. Ne? To je bolj pomembno. No, vse, ker mene osebno čista zadeva dosti zanima, se tudi s tem področjem dosti ukvarjam in kot kondicijski trener in tudi v bistvu se malo na terapevtsko smer oziroma na terapevtsko področje usmerjam ravno to, ne, da človek kot športnik mora biti pripravljen oziroma mora znati zelo dobro občutiti svoje telo. Zdaj v individualnih športih je to načeloma še večja nuja, kot pa mogoče v ekipnem športu, ko si pa vseeno orientiran še na druge stvari, od taktike do soigralcev, do vsega dogajanja in se mogoče lažje zgubi ta občutek, kdaj je pa dovolj oziroma kdaj bo preveč. Ne. Se mi zdi to z leti sicer zelo dobro pridobi športnik. Bi se pa eno stvar vrnil, Igor je prej toliko stvari naštel, da sem si jaz kar pisal zraven, pa bom malo nazaj. Omenil je tisto za premije pa te stvari. Mene čisto praktično tu zanima, ko si ti tak na tem nivoju, kjer načeloma služiš lep denar, imaš dobro plačo, koliko je sploh še faktor tukaj pol te motivacije, recimo neka premija dodatna ali pa neki, ne? Če ni to tabu tema zdaj s tvoje strani. Ne, zakaj bi bila? Mislim, koliko te vleče športni dosežki, koliko je pa tisto, da ti en pride pa reče, imaš duplo premijo, a te to še dejansko motivira to, ko pa enega mulca tam 18-letnega, ko mu veliko pomeni tistih 500 evrov, a ne, veliko več mogoče relativno, ko pa vam to. Normalno. Res je, prav si povedal, ta premija nekoga lahko motivira, nekoga ne, ampak v večjem primeru ne motivira tako močno. Zato, ker če je nasprotnik močnejši od tebe, oni dajo lahko tebi ne vem koliko denarja, ti ne boš zmagal njega nikoli. A veš, take stvari. Zdaj pa, naprimer, od vsake države do države je odvisno. Nekje so premije, nekje niso premije, nimajo sploh premije. In ljudje igrajo vrhunsko, ne? V Rusiji je drugače, v Rusiji, naprimer, premije so, ampak to je tako, skozi so bile in skozi bojo. Na ta način razmišljal, da bi pač bila neka stimulacija, da bi igralci še več dali, da bi, ne vem, tako razmišljal, ne vem, v Franciji sploh ni bilo premije, naprimer, bila je premija, če se ti uvrstiš v Evropo, če, naprimer, narediš en velik dosežek, ne, ali pa če si toliko slab, da ima slabo sezono in obstaneš v ligi in ti da kot neko denarno nagrado na koncu tega, ne, ampak to ni neka premija, da jo dobivaš vsako tekmo. Zdaj, za neke mlade igralce to veliko pomeni. Res je, da klub kot klub mora zrihtati, da te mlade igralci napredujejo, da ne razmišljajo preveč o denarju, da niso obremenjeni s tem, da jim se ne spremeni življenje prehitro, ker v tem trenutku lahko maksimalno zabredejo, da razmišljajo o nogometu. In mislim, da veliko talentov zaradi tega denarja tudi propade, prehiter ga porab, zgubi stik z realnostjo. Jaz sem to dostikrat doživel. Naprimer, tu statistika pokaže, da ne vem koliko procentov nogometašev po karieri bankrotira. Zato, ker ta denar sploh ni to pomembno kot sama kariera. On itak pride, če si ti uspešen, kakor si rekel pri individualnih športih, isto. To je še veliko težje, to moraš sam biti noter v nulo, ne? Da nekaj narediš, da nekaj uspeš, ne vem, en tenis ali pa nekaj tazga. Ampak evo, jaz naprimer sem imel srečo, na hitrico eno zgodbo povem, ko sem imel poškodovano koleno, hodil sem v Valencijo na nek poseben laser. Pač iz Villareala je bilo to malo več kot pol ure vožnje in tja sem hodil na laser. To je bila pa neka klinika bivšega trenerja Federerja, Doročenko. Se je pisal in on mi je malo razlagal in vse skupaj, kako smo mi neprofesionalci, nogometaši in vse skupaj, da naprimer, ko zaslužimo, ne vem, nek denar, kupimo takoj avto, kot nek ne vem, tenis igralec, on takoj da trenerju, ne, da ima boljšega fizičnega trenerja, da pol še več uspe, da še uložiti nazaj ta denar. Ja, itak. On pol na koncu profitira veliko več, kot nek nogometaš. Tako, ne, take stvari, se pravi, ta denar ni toliko pomembno, bolj je pomembno, da ti rineš in da probaš ta maksimum svoj dosež, da ti pol tudi ni žal po karieri, da rečeš, tam bi lahko več, pa nisem, pa take stvari.
kar se dogaja v večini. Ja. Čeprav jaz mislim, da se vse več mladih nogometašev že zaveda, pa poskuša dodatno trenirati, zato da bodo enkrat, ne vem, imeli Da tako vlagajo kariero. nazaj oziroma. Ja. Vse, zato ker se tu spreminja generacija, res je ene stvari na boljše, ene stvari na slabše, ampak veliko več na svetu dobijo. Lahko tudi na internetu najdejo. Prej tega nisi imel, da ti najdeš, kaj je dobro, kaj je slabo, kaj je dobro jest, kaj ni. A veš, to je tako bilo, ne? Ti si delal to, kar si se naučil doma, kar si naučil na ulici, kar so ti povedali, a veš, si verjel v to, take stvari, ne? In pol si nekaj videl in si rekel, a to ni tako, ne? Drugače malo, ne? A veš, zdaj pa ne vem, zdaj pa mogoče problem ta družbena omrežja in te zadeve, da malo preveč vsi, ne vem, umetno živijo v filmih, posnemajo preveč druge ljudi, ne? Kar ne bi bilo treba. Take stvari, ne? Kolikor jih jaz opažam. Zdaj, Čuj, koliko je zdaj tvoj dnevni ritual, če nam lahko zaupaš, ko je normalna sezona? Se pravi, ne zdaj pripravljalno ne gledamo pripravljalno, ko je neka normalna sredi tedna pred tekmo, ne vem, lahko rečemo sreda. Kaj ti je to za tebe rutina? Rutina, odvisno, če je trening zjutraj, je to, vstanem 2 ure pred treningom, pojem zajtrk, pogledam malo novice, preberem. Nisem zdaj ta, da sem full firčen, pa da me vse zanima, ampak pogledam malo, kaj se dogaja v Sloveniji, da ne bom čisto izključen, a veš, ko se pogovarjam s svojimi, pa to, da nič ne vem. A veš, če karkoli se zgodilo posebnega. Grem na trening, tam naredim to aktivacijo, malo se pogovorim s Aktivacijo delaš sam. igralcem. Aktivacijo delaš sam, ne s trenerjem. Odvisno od trenerja. Ne? Zdaj pri tem trenerju, oziroma skoraj pri vseh trenerjih, delamo aktivacijo že 15 minut pred treningom, se zagrejemo vse skupaj in pol gremo na igrišče, ne? Vse skupaj. Ampak vsi se zagrejemo. Ne? Ja. To večini klubov je to že narejeno, da se pač, da ni poškodb, da zmanjšaš pač rizik teh Ja, poškodb. to se tudi v Sloveniji je kar praksa stalna. Ja. No, vidiš, evo, to je veliko boljše, jaz mislim, kakor je bilo, ker prej si včasih prišel, pil si kavo, trener rekel, gremo ven, dal si v GPS gore in si šel ven, ne, v šprizer si prišel, a nisi ogreval nič, veš tako, ne? Kakor si rekel, ko si bil 23-14, a pa si, ne vem, hitel po cesti, zamuja že 3 minute, pa še malo stisneš, a veš, lahko te še policija nekje ustav, pa take fore, ko mi priješ na trening, da si 1 uro prej. Zdaj pa itek razmišljam, pridem pravočasno, vse te stvari, a veš. Kot glava se te pripravi, ne sam telo v teh 15 minutah, malo priklopiš počasi. Ja, reče si te 3-4 ure na dan, posvetim temu in čau, ne? Ker itek, to je tvoje življenje, to je tvoja pot, nogomet kot sam te je naučil veliko, živiš ta stil življenja, ne vem, veliko ti je dal, naučil si se jezike, ne vem, videl si razne kulture in ga moraš spoštovati na koncu, ker je to najbolj pomembno, dokler igraš, ne? Dopoldanski trening pomeni ponovadi ob 11, ali kaj? Ja, kaj tazga. Koliko časa prej pa moraš biti na klubu? 1 uro prej. Ja. 1 uro prej se vsi zberemo v garderobi in pol vsak ima svoje rituale. En posluša muziko, ponavadi imamo mi skupno, imamo noter zvočnik, poslušamo muziko, en gre k doktorju, en gre k fizioterapeutu, da ga zagreje vse to. Do teh 15 minut. Včasih pride trener, oziroma ta trener, ki ga imamo zdaj, on prej pride nekje pol ure do treninga, pove cel trening, kaj bomo delali, da je ta koncentracija na nivoju, da pač razmišljamo že o samem treningu. Ne? Pove nam to pa to pa to, ne vem, morate držati žogo, pripravljamo se že na nasprotnika in take stvari, da vemo, kako in kaj trenirati. Trening, uro pa pol? Nekje ura do uro pa pol, odvisno, uro pa pol nekje z ogrevanjem, vse skupaj. Ja, to je to. In imate pol še potem, imate skupaj kosila, ali kak ste vmes pravi, kaj še imate? Mi imamo tukaj v Rusiji je dost, kar se tega tiče v Easy, ne? Zdaj, lahko greš ti na kosilo, spočiješ se na bazi, ne vem, vse to, eni moje družine, eni grejo prej domov, to sploh ne gledajo toliko na to. Zdaj, v glavnem, en trening na dan, v glavnem, ali 2-krat na dan trenirate? En trening na dan. Zato so priprave tukaj zelo močne in imaš skozi 2 treninga na dan. Ne poznajo, da imaš enega. A v pripravljenem obdobju?
Ja, doskrat mislim, da so se zmotili kaj, a veš. Ko vidim tog treninga, sem rekel, da to za eno leto ne naredim tog treninga. Ampak dobro, le, vsaka šola je drugačna. Si pa imel kje, da ste morali prihajati, ne vem, tudi po uro, pa pol, dve prej, da ste imeli videoanalize, da ste imeli kakšne individualne stvari ali pa skupna obvezna kosila, pa potem skupne analize med sezonami, tako da ste imeli vsak dan po 6 ur, da ste mogli biti, rečemo, približno na klubu. Zaradi druženja, zaradi vsega skupaj. Ne, tega Da zaslužite plačo. Ja. Sem, da si tam. Ne. Tega nisem imel takih primerov. Res je, da včasih so bili slabi rezultati. Naprimer, v Italiji smo bili cel teden v karanteni. Po tekmi smo izgubili in smo bili cel teden do naslednje tekme v karanteni in se spomnim, enkrat je bilo, da smo tudi tisto tekmo pol izgubili. In še en teden karantene. Ja, res, to je pa, a veš, to je pa že preveč. In to, ne vem, v vsaki državi je drugače. V Franciji, na primer, smo se dobili na zajtrku, pred treningom vsi skupaj, imeli zajtrk, pol trenirali. V Villarealu isto tako. Vsak dan, na primer, vaganje, zajtrk, trening, ne, tako. Vse te, tudi kar se tiče, ko bi rekel, same regeneracije in teh stvari, je bilo tam veliko bolj poštiman. Vse to tukaj v Rusiji je ok, ampak tam so bili res, so gledali v malenkosti, čist, da smo bili totalno pripravljeni. Ne, če so prepustili na ključu, da ne bi uspeli, ne. Se pravi, so šli res v potankost. Včasih je kdo moral dodatno delati, včasih imel si nutricionista, ki ti je dal določeno hrano, si jedel, zajtrk te že čakal, vsak ima drugače, kaj tazga, ne, odvisen, če smo probleme kakšne s kilami, oziroma da si imel včasih preveč mišic, premalo, vse to sem izračunal, kaj si jedel, pa ko si se regeneriral. Tako da tam ste bili največ pol na klubu, ali kaj? Tam si največ časa prebil na klubu? Ja, lahko bi rekel, da ja. A imaš, ja, kaj povej? Ne, hodil sem reči, pa je bil mogoče je bil največji klub v moji karieri, ne? Pa sem največ časa preživel. In zakaj so pol te igralci toliko uspešni, naprimer, tudi naprimer, pa ne smo Oblaka, Iličiča, zakaj so oni toliko uspešni? Zato, ker to je vse na nekem nivoju, ampak oni še veliko več delajo kot neki v manjši klubi. Zato so oni toliko uspešni. A veš, ne samo zato, ker so lepi, pa imajo, ne vem, pa imajo lepe drese, pa ne vem kaj. Sem zaradi tega. Ne, se to je enkrat Ronaldinho je izjavil po Barceloni, je rekel, jaz sem osvojil vse, zdaj pa bi jaz malo manj treniral, pa je šel v AC Milan. Ta scena. Ja. Koliko ti zdaj, ali pa si mogoče prej skozi kariero tudi imel individualne zadeve, recimo, da si pol s kakimi posebej kondicijskimi trenerji sodeloval, ali kako imate te stvari v klubu urejene, imate znotraj kluba koga, ko ti pripravi stvari, če jih rabiš? Pa kako se je tebi v bistvu čisto spreminjala ta stvar skozi kariero, verjetno tudi zdaj imaš druge poudarek, kar se tiče fizične priprave, ko pa na začetku kariere. Ja, tam so vedno v klubu, tudi tukaj v Rusiji, naprimer, nam dajo program treningov za počitnice, ne. Točno imaš napisan, koliko časa si frej, koliko počasi začneš priprave, ne, naprimer, pri tem treneru smo takoj začeli priprave, zelo malo smo bili frej. On je pač te priprave vzel, da smo začeli zelo v easy, da smo, ne vem, vse žogo delali, praktično nič tukaj ne tečemo, veš, za enega ruskega trenerja, to ni tipično, ne, veš, tukaj je dosti suhega teka, vsega tega, ne, pri tem trenerju tega ni, ampak smo za tega imeli krajše počitnice. Pri drugih trenerjih oziroma drugih klubih so bile počitnice daljše, ampak ti si moral priti pripravljen na priprave že, ne, da si imel nek nivo, ker včasih si čez 5 dni že igral tekmo, ne, in take stvari. In moral si biti profesionalc, dobil si GPS, katerega so oni preverjali, vse treninge, ki so ti jih dali, oni so vse pregledali, slišal si se s kondicijskim trenerjem in to je to. Največkrat si sam tekel. Dogajalo se je, da včasih sem šel, ne vem, trenirati s Triglavom, jaz, take stvari. Sem rekel, da malo žogo, da malo feelinga dobim, pa take stvari. Ne vem, kolikor daj, mali nogomet igraš, pa tako. Nisem pa, vedno je najbolj pomembno, da ti po eni težki sezoni, da se spočiješ, to je ful pomembno, zato ker telo je mislim, ljudje smo vsega zmožni, ampak glava sama se mora spočiti, to je ful pomembno, da imaš ene počitnice, da se spet vrneš
da se resetiraš in se počas vračaš v en normalen ritem. Res je, da ti ni dobro, da zdaj dobiš 3-5 kilogramov, ne vem, 7, Da sam izležavaš, biti. Ni prav, a veš, itak nisi To je- navajen. To je zvedno, ja, no se to jaz vedno rečem. Isti šok je za telo, če ti greš iz, ne vem, tistih 3 ur treninga na dan v nulo, a ne na nič, na sam ležanje, ko pa kontra. Isti šok je v bistvu za telo, ko je navajeno ful trenirati, da se takoj ustavi, ali pa če sam stoji, pa takoj začeti laufati. Tako da vedno moraš to tranzicijo delati. Verjetno pol skozi druge športe, skozi druge aktivnosti, zato da razbremeniš malo, tako si rekel, in glavo in v bistvu tiste najbolj obremenjene dele telesa, ko trpijo pri nogometu najbolj. Kaj pa druge stvari, ko jih ti recimo si skozi kariero počel, zato da si lahko bil boljši nogometaš? Ne vem, si študiral to si tek rekel, imate neki v klubih stvari, ko jih morate naštudirati, si še kaj sam dodatno od analiz, ne vem, taktičnih, karkoli takega vlagal v sebe, tisto, kar ni strogo, da rečemo, nogometno. Ja, veš, kako jaz nisem nekaj preveč razmišljal o vseh stvareh, jaz se prav sem delal stvari, tako je bilo pri meni. Jaz sem, na primer, največ se učil na svojih napakah. Naprimer, tam nekje, ki bi lahko nekaj naredil, včasih po tekmi razmišljaš, nisi mogel spati, si razmišljal o tem, kar si ti naredil narobe, ne? Zdaj je res, da tehnologija je napredovala, naprimer ta instant scout, ko imamo in to vse skupaj, itak to si pogledam po tekmi takoj, itak ko ne moreš spati, si pogledaš, jaz takoj pogledam tekmo, kje bi lahko boš, ko igraš, mogoče ni prostora, pol vidiš, da je prostor, naslednjič probaš, riskiraš, take stvari. To ja, da sam sebe popravljam. Sama ideja pa taktične zamisli pa itak moraš upoštevati trenerja. To tako je. Zdaj v teh letih itak tudi trenerjem pomagam. Jaz sem tudi trenerjev, da veš, tudi trenerji vprašajo, kaj misliš to. Povem jim pač, kaj si mislim, ne skačem pa in ne spreminjam njegove ideje nikoli. Ne. To pa ne. Če lahko pomagam, nisem pa, da se vsiljujem ali pa nekaj tazga. A bi rekel, da si zdaj kot starejši igralec več avtomatizmov uporabljaš ali več razmišljaš dejansko o znotraj igre, recimo znotraj tekme, kaj se dogaja, na kak način bi spremenil? Ali ti je bolj simpel, zaradi tega, ker si toliko situacij dal čez? Ja, itak, da mi je bolj simpel, to itak, ampak še vedno hočem napredovati. A veš, to je. In dokler ne bo enkrat tega, bom končal kariero, tako razmišljam. Hočem pač napredovati, hočem ene stvari še videti, ker itak nogomet kot sam se res spreminja, to je neverjetno. In tako, ko sam razmišljaš, je res to tako, ne? In ne vem, ti priješ po počitnicah in si kao drugi igralec, veš. Ono, kar je bilo en mesec nazaj, se vse pozabilo, vse drugače, vse nekaj novega, vse, veš, novi neki igralci, vse to nekaj novega skozi. Ne glede na vse te izkušnje in vse to. Zato jaz tudi to motivacijo še vedno imam, zato tako razmišljam, veš. Vse se čuti, da si navdušen v bistvu nad vsem, kar se dogaja, da ti je skozi ful dobro, ne padeš v tisto rutino, pa dolgočasje, ne pa to. Zanimivo mi je tudi z tega vidika, ker mi smo se z tista epizoda, ko je bila z Dušanom Kosičem, ko je sam rekel, v bistvu kot igralec mislil, vse vem, ko sem prišel na trenersko pozicijo, sem še pa videl, kaj je nogomet, ampak vseeno je verjetno tekom kariere tudi ta razlika, da zdaj, ko ti pogledaš nazaj, kaj si vedel kot 20-letni nogometaš, pa kaj zdaj, je to 100%, kar se tiče in samega razumevanja nogometa, taktike, ko si včasih je, mislim, ko si mlad igralec, verjamem, da je veliko več poudarka na fiziki, pa na teh stvareh, pol šele začneš mogoče malo bolj dojemati, kaj ti pa govorijo cel čas. Prav imaš. To čim prej dojameš, boljše zate. Zdaj, eni igralci so toliko inteligentni, da sploh ne rabijo delati napak. Naprimer, Stanković, Dejan je dobro povedal v enem intervjuju, njegovem sem bral, ki je rekel, da so ga vprašali, kako je v Laziju, on z 20 igral, pa so bili takrat evropski prvaki, oziroma UEFA so osvojili, to so bili eni najboljših ekip v Italiji, ne, v Serie A, ki je bila tudi najmočnejša liga v tem času. In on z 20 je zasedel to prvo enajsterico, on je rekel, da se je učil na napakah drugih. Naprimer, toliko sem bil inteligenten, da sem se učil napaka. Gledal sem, naprimer, so igralci naredil napako, jaz te napake ne bom naredil. Se pravi, ampak to v teh letih, mislim, malo ljudi lahko to doseže. Mogoče še kakšni kaj drugi, vsi te, ki so na tem najvišjem nivoju. Drugače razmišljajo, to je razlika. To je res vrh nogometa.
Kdo je pa teb najbolj izstopal, mogoče ali kot tvoj nasprotnik ali pa kot soigralec? Proti kom ti je bilo najtežje igrati, recimo, ena stvar? Ja, jaz sem res do veliko teh dobrih igralcev čez. Težko bi rekel zdaj, da bi enega najtežje mi je bilo mogoče. Kjer je bil ta hiter, da ga nisi mogel udariti? Da ga nisem mogel udariti. Ja, ne vem. Proti Barceloni, ko smo igrali, je bilo tako, da nisi žoge videl po par minut in se čakal, nisi mogel niti udariti nobenega, veš. Mislim, odvisno, veš, ne vem, meni je bil eden najboljših, naprimer Robben, ker sem igral, ampak to je bilo z reprezentanco smo igrali in takrat sem bil 19 let star. Zato zdaj, če bi zdaj igral proti njemu, oziroma ali pa par let nazaj. A ti je šel v levo ali si ga uspel? Ja, šel je skozi v levo. Da ni terena več, bo šel kar šel v levo. Makar šel gore, treba. Ne moreš, to manjčao. Veš, da gre v levo in mu ne moreš nič. Ker veš, da bo Messi dal gol, oziroma Ronaldo in spet ga da, ne? Pa da lahko karkoli narediš, veš. Edin, če se ne igra tekma, ga navdo, ampak, veš. A si ti igral tudi, a si igral proti Zidanu, a si takrat ti bil... Nisem, Zidana nisem, on je že končal kariero, Figo, ta nisem. To se spomnim, da je Karič takrat rekel, pa vemo, da je Karič slovel, da je več dal, kot dobil, a ne, ampak je rekel, noben me ni še toliko kulturno razbil na tekmi, kot Zidan. To sem tudi jaz bral. To so taki igralci izpopolnjeni totalno, ne? Zato pa so v zgodovini veljajo za ene najboljših. Dajmo mi malo presekati z vprašanjem našega prejšnjega gosta. Tomaž bi te nekaj vprašal. Zdravo, Bojan. Čestitam za vse dosedanje dosežke. Zelo me pa zanima, kje se osebno vidiš čez 5 do 10 let. No, tako, zdravo, Tomaž. Dober, veš, kaj smo rekel na koncu, ne? Dober si postavil vprašanje, ne? Ker je rekel, da 5 let bo še sigurno igral, ne? Se prav se odgovorimo že. Ne, dodal še 6 leto, tako da veš, boš moral čez. Zdaj so lih meni 5+1, da podpišem, pa da vidimo, kaj bo. Vidim se nekje v nogometu, tako lahko rečem, kot nek funkcionar. Kot smo govorili, koliko je trenersko delo težko v tem trenutku, ne, da ne bi bil rad trener, oziroma da si tega ne bi želel. Če bi imel pravo ekipo, naprimer ljudi, ki jim verjamem, ki imamo isto idejo, bi se mogoče odločil za trenerski poklic. Ker mislim, da z izkušnjami samimi, ampak Dušan Kosvič je prav rekel, da trener in igralstvo je čist nekaj drugega. Gledaš čez drugačne oči 100%. Saj tako so mi tudi vsi trenerji rekli, ki jih poznam in so igrali, prej so bili igralci. Ampak v nogometu, mislim, da je nogomet moje življenje in to znam najbolj delati. Zdaj pa, če ne bom v nogometu, pa nekaj na terenu. Ne moram, v pisarni bom težko, nam zdržal. Tekel bom tam po pisarni. Pa se vidiš v Sloveniji ali v tujini? Mislim, zdaj odvisno, kje bom živel. Ali bom živel v Sloveniji ali v tujini, to še ne vem. Odvisno tudi tukaj, kako bom končal kariero. Res je, tukaj bi rad ostal, da ostanem v klubu, bi rad videl. Tako da možem, da bom tukaj začel v Rusiji delati. A te napeljujejo že, da bi ostal v klubu tudi kasneje kot funkcionar ali kot kaj tajega? Okay? Tako razmišljajo, ja, ampak zdaj bomo pa videli, kaj bo. Jaz ne vem sam. Tebi je pa mrzlo, ti bi šel pa v Španijo živeti. Ne? Ja, vidiš, res je. Ampak bomo videli, res težko rečemo. Veš, jaz to vedno razmišljam, da ene stvari nočem prehitevati, dokler imam še kariero aktivno, itak razmišljam kot nogometaš in zdaj, če bi razmišljal v kakšnih drugih funkcijah, res je, da se je treba v življenju pripraviti. Ampak jaz sem bolj z danes na jutri, ne razmišljam preveč o stvareh, kaj bo in kaj ne bo. Ker mislim, da je treba, naučil sem se, da treba živeti trenutek, treba uživati v tem trenutku, treba maksimum dati v tem trenutku. Kar bo pa jutri, bom pa videl. Res je, da imam veliko zadev, veliko variant imam, ampak nisem se pa še odločil, kaj bi kako. Ker to je Vičič je izpostavil, ne, da verjetno, da ob poškodbah,
ko se igralec, ko ima težje poškodbe, tisto, kar vemo, 3 ali več mesecev, ko si izven terena, pa pol, da sploh lahko začneš trenirati in da se vračaš, da je končanje kariere dostikrat zelo, zelo obremenjujoče in da dokler se je igralec ali tekmovalec pač ne sooči ali ne spozna, kakva bo njegova nadaljna pot, da lahko ima v zaključku kariere tudi kar dosti težav, ne. Ampak glede na to, da praviš, da imaš veliko ponudb, v bistvu imaš bolj težav, kaj se boš odločil, kaj boš delal, ne kaj boš delal, ne. Jaz mislim, da imajo več težav oni, ko ne vejo, kaj bojo pol počeli v karieri, ne. Tako To je da, res. prej smo že se dotaknili malo reprezentance, pa s Tomažem smo se zelo pogovarjali o en del tiste oddaje s Tomažem Petrovičem smo se pogovarjali o tem, kako so naporne že te kvalifikacije za U17, U19, kar si ti tudi dal čez, ne. Da tistih 10 dni, 3 tekme, ko se odigrajo, da sprazni enega igralca pri 17, 19 letih toliko, da se pobira lahko en mesec, da pride nazaj na nek nivo. Dej nama povej, kakva je pa tvoja izkušnja po tem, ko se ti osvojiš, eno je, ti vse te kvalifikacije si dal čez, ampak vi ste se pol za A reprezentanco uvrstili res na veliko tekmovanje, seveda na svetovno prvenstvo. Kaki so feelingi, prvo sploh ti občutki, kdaj se zaveš, da greš tja, a se zaveš šele, ko prideš tja, da si potem tja, se že veš šele pol, ko prideš nazaj in koliko časa rabiš, da se regeneraš pa enemu takmu, toliko velikem tekmovanju. Ja, res je, kot si rekel, pot do tja je res naporna, težka, U15, U17, tudi te mlajše reprezentance, vse skupaj. Mislim, da je ta ritem zelo zahteven, zato ker ti si takrat v razvoju samem, kot nek mlad igralec imaš lahko probleme. Jaz se spomnim, da včasih nisem mogel spati, toliko so me noge bolele zvečer, da nisem mogel spati, sem se obračal, vse to, ne. Ja, nekaj, mi smo Kot se mlad, ne. mi rečemo, mislim, da smo tudi vam takrat, ko smo videli vlast skupaj v reprezentanci tiste sezono 2, ne, kasneje se Ruso pomagal. Ja. Mi smo redno klicali, rečemo, po kvalifikacijah ali pa po nekem takem turnirju v klube, da naj vam dajo tekmo ali pa 2 celo fraj, samo zato, da boste vse prišli, ker je riziko poškodbe pa čustveno izpraznjenost igralca toliko velika bila, ne. To se spomniš, ampak Se spomnim, ne. koliko ti je pa pol, rečemo, sam ta čustven naboj uvrstiti se na svetovno prvenstvo? To je bilo res nekaj izjemnega. Mislim, največji dosežek v moji karieri in vse skupaj, kolikor je bilo težko in ne vem, v enih trenutkih itak je bilo in vsak športnik doživi te trenutke, je bilo to neko, ko bi rekel, pač nekaj največjega, kar lahko en športnik doseže s fanti, ki se je igral, naprimer, si se tudi družil, igral si v Sloveniji, vsi so imeli isto željo, iste sanje, vse to, si dozorel do tega nivoja, da se lahko vrstiš na eno veliko tekmovanje, kot ena država, ki ima samo 2 milijona prebivalcev, naprimer, ne. To je zelo velik uspeh. In dostikrat, ne govorim, mi sami ne znamo ceniti sebe, športniki, tako mentaliteto imamo vsi skupaj, da to je res velik uspeh. To je velik uspeh, še posebej zdaj, ko se ne uvrščamo, ko vidimo, koliko težko se to uvrstiti, ko gledamo Evropsko prvenstvo, da je to res nekaj izjemnega. A zaveš se šele takrat, ko si rekel, ne vem, ko slišiš prvo himno, ko bi, ne vem, igralec gre proti tebi, ti bi ga raztrgal, ampak ne smeš, ne, lahko dobiš rdeč karton, pustiš ekipo na cedilu, a veš, ti imaš toliko energije, da si pripravljen na vse, normalno, veš, da te gledajo prijatelji, družina, da si ti, misliš, da si neki, ne, veš, da to uspel si, se pravi, to je to, veš, tako gledaš na stvari. Še posebej pol, ko se vrneš, pa vidiš, koliko ljudje cenijo, tudi ko pol nismo šli naprej, naprimer, ko nismo dosegali nekega odmevnega uspeha, za nas je bil to še vedno uspeh, ampak vidiš, koliko to ljudje cenijo, da se spet, mislim, narodni naboj, Poln, Prešernov trg, vse to skupaj, da je to nekaj neverjetnega. Res, ta sama energija, prav, to je res neverjetno, res. Težko opišem to je treba res doživeti, da lahko poveš, ne. Pa je dole, rečemo,
taka organizacija, tako je svetovno prvenstvo, imaš pa potem na koncu občutek, da je še nivo več, kot so, ne vem, Liga 5. Je to še stopnica več v organizacije, v tekmah, v vsem pač zraven, kar spada. Mislim, da je, mora bi biti, ker to je pač svetovno prvenstvo, naprimer, pa ne se bo to svetovno prvenstvo. Kako si ti doživel potem, rečemo, ko si se vračal nazaj, ti si takrat bil v Italiji, mislim, a v Franciji si še bil takrat? V Franciji še vedno. Veš, kako je bilo, jaz sem bil v Italiji, jaz sem bil v Italiji na posoji, lih teh pol leta, ne, pred svetovnim prvenstvom, ne. In jaz sem bil še vedno na posoji in potem sem se vrnil v Francijo, tam sem končal pogodbo in sem podpisal v Kijevu, tako je bilo. Ampak pol leta sem igral v Italiji pred svetovnim prvenstvom, ne, tako je bilo. Če jaz sem prišel, jaz sem bil toliko ponosen, še takrat Francozi kot Francozi so igrali tudi dodatne kvalifikacije, oni so igrali, mislim, da je z Irsko, takrat, ko so dali gol z roko in se spomnite. Tako je bilo, ampak oni, ne vem, taki malo so več čudni, bil tudi trenutek, ker se s trenerjem nisem toliko razumel in on mi je rekel, itak boste dobili Francijo in nimate kaj iskati na to fora, ne. Ampak mi smo bili toliko mentalno močni, da se nismo bali res nobenega, tudi Francije se ne bi bali. Jaz bi bil srečen, da bi lahko Francijo dobili, pa jih zmagali. Maščevanje. Ampak vsem maščevanje. In jaz sem vsem takrat prišel, se spomnim z dresom I Feel South Africa, je bil en dres, tako smo ga vsi dobili in sem prišel z njim v klub, direkt po svetovno. Najprej sem zamudil 4 dni, ampak ni to, da je bila to neka nedisciplina, zbolel sem po vsem tem, zgledal teh čustev in vsega, jaz sem imel 40 vročine, vsi smo bili čisto out. Vse to sem ti prej mislil reči, ko si rekel, da bi tam raztrgal igralca na terenu, verjetno prije ta kreš tudi pol za tabo po tekmi oziroma po cemu dogodku. Bravo, to. In pol sem prišel noter, bil sem ponosen, da grem edin v klubu na svetovno prvenstvo, nisem tak, da bi se izpostavljal, ampak to in soigralci so bili itak srečni, ne, trener ni bil kaj preveč. Ampak dobro, mogoče se si jaz to mislil, da ni bilo. Koliko si doživel po kvaliteti, recimo nivo svetovno prvenstvo ali pa pač ta Liga 5 ali pa recimo Liga Evropa oziroma UEFA? Mislim, da je to ta nivo, to je nekje približno enak nivo. Reprezentančne tekme, Liga 5 in tudi te zaključne turnirji Evrope oziroma Liga prvakov, ker jaz je nisem igral, samo dodatne kvalifikacije, malo je zmanjkalo, 1 sezono v Španiji, da smo prišli noter. To je to. Koliko si pa pol rabo časa po svetovnem, da si se skupaj zložil? Kakva je bila sezona naslednja? Kdaj si lahko spet kvalitetno igral nogomet? A si lahko takoj začel v sezono? Nisem mogel takoj. Dobil sem malo več časa prej, ampak to ni bilo veliko. Itek cele počitnice igraš, oziroma takrat, ko so drugi na počitnicah, ti si imel prvenstvo, dajo ti mogoče 10 dni prej, po teh 10 dneh si še vedno pod vtisom. Ne veš niti sam, kaj je dobro. Najraje bi ti ostal v reprezentanci in bi videl, da je reprezentanca klub, a veš, in da smo mi spet skupaj in da spet nekaj tazga naredimo in spet, a veš, ta občutek. Ampak spet tam se moraš preklopati nazaj, pride v klub, in tako je, a veš, to je tako. Ampak mogoče 1 mesec sem rabil, da sem čist prišel noter, jaz mislim. Tak občutek sem imel. Fizično sem bil okej, itak si pripravljen na to, ampak v glavi sem pa rabil malo, da sem vse to, oziroma tudi to samo razočaranje, da zadnjem tekmo, da smo čakali do 96. minute, ker je 97. Da je Amerika dala Alžiru gol in da nismo še naprej. To nas je zelo prizadelo. Spomnim se, koliko so stoli leteli tule v Velenju po enem klubu, ko se je to zgodilo. Verjamem. Pa sam tišina zavladala, pa smo bili 15 minut si tiho v lokalu. Še težje, ko ne igraš, to je še hujš, ne? Še več živci delajo. To je vedno tako. Ampak mi smo pol videli posnetke, ko ste se pelali nazaj, ne? Ste vseeno pokazali, pač, da na eni strani, da je sama igra bila, ne? In na drugi strani, da vsi tisti, ki ste bili dol in vse to, kar ste dosegli, da je veliko več pomenilo, ne? Ker, mislim, da je bil to
da nam je Tušak prikazoval malo slike, ne, koliko veliko razočaranje in čustven crash je to bilo za vas, ne, ampak ko imaš pa dobre prijatelje okrog sebe ali pa če imaš dober štimung v garderobi ali pa med soigravci, ne, je pa polno letalo, ste pa pel in ste se imeli fajn nazaj do Slovenije. Ne. Je bilo to tako, ne? Res je, ja. Hitro smo preklopili, res je bilo, da je bilo razočaranje veliko po tekmi v garderobi, že na igrišču, normalno, kakšna solza, razočaranje totalno, en drugega tolažimo, tišina totalna v garderobi, po temu selektor nas je tukaj pohvalil, rekel je, da smo top, da so vsi ponosni na nas, ampak vsem imaš to noter 3-4 dni in ko smo se vračali, smo rekli, spet smo naredili veliko stvar, ko se vrneš nazaj. In zdaj šele vidim po teh 11 letih, da je to res velika stvar in da je težko priti na to tekmovanje, da se mora veliko vsega tega poklopiti, da mora ena generacija dozoreti, da se mora naučiti na napakah, da se mora res. Vsi, tudi navijači morajo biti pravi, vse mora biti, kakor je treba, da se kot ena majhna država z dobrimi nogometaši itak normalno uvrstiš. Parkrat smo omenili Belgijce, ampak jaz mislim, da isto velja za Avstrijce. Mislim, da se ti boš še spomnil, da smo vam kazali posnetke, kako je Avstrijska zveza pripravljala razne materijale za to, da bi spodbujala igralce bolj kvalitetnemu ali pa tehničnemu nogometu, ne. Pa so bili zdaj dvakrat v kvalifikacijah kvalitetni, ampak jim ni, rečemo, ne na Euro, ne na svetovnem, nič konkretno uspevali, ne. Zdaj pa kot da se jim neki premika naprej, da bojo mogoče še kaj več uspeli narediti, ne, v naslednjih letih. Ampak zelo podobno zgodbo smo se pogovarjali, so naredili Belgijci tudi, in je to, če bo celotna država ali pa nacionalna zveza v zadnji skrbela na eni strani za klube in spodbujala ta nogomet, absolutno mora biti država zraven, pa si lahko spet obetamo mogoče kakšno veliko tekmovanje. Jaz mislim, da samo na plečih klubov ali pa samo na plečih reprezentance tako malo razdrobljeno, da bomo to zelo težko. Ker večina vas je vseeno dala en kup lepih stvari že prej čez, ne? Tako da ste dali tudi te mlajše generacije reprezentanc in se potem tako lepo zlagali, da ste dosegli to, kar ste, pa dozreli ste, res ste že imeli kar nekaj težkih tekem, večina vas v nogah. Koliko je težko recimo preklopiti iz konceptov, ko jih igraš v klubu, pa pol si po tekmi letiš, pa si že na zboru repke in zdaj ti moraš zdaj igramo neko drugo igro, zdaj sem v nekem drugem okolju, ali je to, mislim, kolikor sem tebe zdaj začutil, po mojem tebi ni to problem, takoj prideš in si tam, ampak verjetno ima sploh mogoče mlajši igralci pa problem, kaj zdaj tu igramo, kaj se tu dogaja. Ja, mlajši igralci ima problem, itak. Ne preklopiš se to hiter. Same izkušnje te pripeljejo do tega, da se moraš preklopiti. Da itak igranje v klubu samem, dobro igranje te pripelje v reprezentanco. In to te mora biti kot neko vodilo, da boš spet poklican. Naslednji zbor, se pravi, v klubu moraš biti standarden, moraš biti v formi, moraš igrati. To je tako. In pol itak selektor pokliče te, ki so v formi, ki so najboljši, ponavadi. In to je to. Tako da treba se preklopiti čim prej, kot si rekel, ni pa lahko. Ti, ko se vrneš iz reprezentance, še vedno sploh ne veš, kje si. Si čist nekaj drugega razmišljaš, kako je bilo tam, pa kaj smo tam trenirali, pa kaj je to, zakaj je zdaj to, zakaj je ta follow pass. Včasih ti je, na primer, večji nivo v reprezentanci, včasih ti je večji nivo v klubu in pol je treba se spet skoncentrirati, treba spet drugače gledati stvari. Jezik drug, vse. Ker imaš občutek, da si pozabil jezik. Bil si 2 tedna v Sloveniji. Take stvari se dogajajo. V glavnem, prilagodljivost je neka rdeča nit celotne tvoje kariere, pa tega, kar smo se do zdaj imeli. Ja. Najbolj pomembno. Jaz bi tu dal zdaj še naslednjega gosta, ki ima eno tako zanimivo vprašanje.
Zelo kratko. Zdravo, Bojan, imam eno vprašanje za tebe. V kateri ligi ti je bilo najlepše igrati ali še vedno? Najlepše mi je bilo igrati, se pravi, če gledamo nogometno, mi je bilo najlepše igrati v Španiji, zato ker si vedel, da se boriš za mesta, zgornja mesta, se pravi, španske lige, ne, se pravi, da si nekje v vrhu, da igraš neko Evropo. Moram pa reči, da zdaj trenutno najbolj uživam v nogometu, zato ker je glava drugačna, ker sem tukaj zadovoljen, ker sem lider, ker vse pač ker sem celo kariero delal, je tukaj neki, ker se je mogoče vse to je šlo skupaj, ne? In to, kar sem si zaslužil čez celo kariero, zdaj doživljam in zdaj igram ta nogomet. To je to. Gosta verjetno boš težko prepoznal, ne? Ne vem, težko. Če boš povedal. Bom, veš, da bom. Če boš pomagal. Naš naslednji gost bo Srdjan Prodanović, kondicijski trener. Trenutno deluje v bolgarski prvi ligi, tako da bomo z njim predelali malo več te vsebine, tako da tam bo Nace ga spravil v presijo, da probamo zvedeti čim več. To mu ne bo lahko, ne? Ker sem vedel, da Nace ima vse pod kontrolo. To mu ne bo lahko. Ja, bo brez skrbi, obvlada on sceno. Ja, verjamem. Ko smo se že prej pogovarjali, a te lahko jaz, ki me tudi osebno zanima, ali glede na to, da večinoma zdaj si bil ti v klubih, kjer so tudi imajo klub svoj center, ne? To ponavadi zgleda tako, da imate, ne vem, verjetno kak hotel, pa 5-6 igrišč, pa restauracija, pa imate kot spa v zvezi s hotelom, pa še dvorana s fitnessom in tako naprej, ne? Sem prav povedal. Koliko imate tega zdaj v Rusiji, rečemo? V Rusiji toliko veliko ne dajo na baze oziroma te trening centre. Vse v sklopu doskrat, največkrat samega stadiona, se pravi tam, kjer se igrajo tekme. Zraven imamo še eno igrišče, kjer smo, in zraven je hotel, ki je narejen pač za vse generacije, ne? Se pravi, zdaj ti, če hočeš, greš lahko v ta hotel, ni pa nujno. Ni zdaj to neka baza kot v Evropi, ne? V vsaki državi je drugače. Tudi te večje klubi v Rusiji nimajo teh baz vrhunskih, ne? Mislim, da Krasnodar ima izjemno bazo, Spartak ima dobro bazo, Dinamo, naprimer Moskva je tudi velik klub, ampak ima bazo zelo staro, ne? Take stvari. Nekje v Evropi gledajo na to veliko bolj, pač, ker je to zelo pomembno, ne? Zelo pomembno, ampak nekje pa ne. Nekje pa gledajo na ta nogomet zgolj kot nek biznis in pač tako, ne, igralec kot igralec ima vse, ampak ni tako pomembno, da zdaj ti po treningu tam poješ, spiš, ne vem, eni klubi imajo to bolj urejen, kot je tukaj v Rusiji. Okay. Da bi te malo tako, glede na to, da je naslednji gost vsem kondicijski, da malo iz tega dela, bi te vprašal, kar se tiče samega tekaškega dela. Vi ste tako zdaj si rekel, da imate vse v GPS-ih in pod kontrolo, ne? Koliko se od vas pričakuje, rečemo, tega high intensity teka? A imate to glede na igralna mesta določeno, se pričakuje, koliko moraš imeti to, ne vem, na treningu, tekmah in tako naprej, in če tega ne dosegaš, kaj se pol zgodi? Ja, to se od nas pričakuje. Koliko se pričakuje, rečemo, za tebe na high intensity na tekmi, da imaš približno? Zdaj odvisno tekme do tekme. Jaz zdaj tudi pozicije menjam. Igramo s tremi zadnji, igram levega štoparja, večinoma zdaj. In pol imam tekov manj, ne? A več, kot prej, ker sem igral na bočnem položaju. Težko ti bom rekel. To lahko preverim, malo pogledam in ti povem. Koliko si imel največ? Ajde, to nam povej. To sigurno veš. Ne vem, kje je neka normala, ne vem. Nisem bil vedno med najbolj, kar se tiče med prvimi nekje v klubu. Imel sem pa skoraj vedno najhitrejši tek to pa veš, kje si se ustavil. Ja. Na kateri cifri. Ja, ne vem, lahko pogledamo, vse to imamo vse za vsako tekmo. Če veš iz glave malo to. Mlajši igralci radi čekirajo to, pa se to, kdo je koliko imel ono tretje. Veš kaj je pol, jaz tako gledam, ne, ponavadi
od tekme do tekme je drugače. Res je, da a veš, včasih ti dominiraš, ker se boljši nasprotnik, včasih drug nasprotnik dominira. Zdaj jaz na treningu ne gledam, da delam šprinte samo za statistiko, to se tudi dogaja pri nas, naprimer mladi kao neki šprintajo, samo da je kao več teh šprintov. Pa pride pas, pa fali pas, naprimer. Mislim, zdaj je to, ja veš, to je dvorezen meč tudi, veš, ene stvari. Res je, da treba je biti na nekem nivoju, ampak samo važno je, da je manj napak, ne? Da je manj tega, da je nogomet. Pol ti gledaš bolj to statistiko, koliko imaš natančnih podaj, da prehajaš čim bolj proti 100. Meni je to bolj pomembno. Meni je to ful pomembno, a veš, oziroma na tem igralnem položaju vse skupaj. Zdaj, če jaz nisem tekalno dober, tak ne moreš igrati ampak lige nobene, tekalno je primerljivo, rečemo ti tudi v Rusiji napram tizmu, kar ste prej igrali v Franciji pa Španiji. Mislim, da ni. Da je ko bi rekel, predstavo nižje lige. Zihar, v Španiji si pa verjetno mogel največ teči, ali kaj? Jaz mislim, da. Nisem največ tekel, ko bi rekel, po kilometrih. Ampak v intenzivnosti. Sem pa veliko več sprintov. Ja, veliko več sprintov sem naredil in vsega skupaj. Sem pa manj tekel kot v Rusiji. Se je tudi na tak način verjetno treniral v Španiji, ne? Ja, vse na mehno, vse hiter, vse skoncentrirano in to je to. Pozabiš, da je trening sploh bil. Ali oziroma pozabiš tudi, da si z glavo udaril žogo, oziroma kot bek pozabiš, da si center dol. Vse nekako priješ v 16 noter in zavrneš to žogo in vse je drugače. Odvisno tudi od trenerja. Ko si zdaj rekel, vse na malo, vse stisnjeno, jaz sem hotel še nekaj drugega, pa bom pa vprašal. Vprašanje, ki bi verjetno dr. Verdenik postavil, bi izgledali verjetno tako, ne, kaj pa igralne oblike, koliko imate tega? Ja, igralne oblike, itak, trener kot trener mora biti toliko inteligenten in pameten, da se dobro pripravi na nasprotnika. To je meni najbolj pomembno. In ta inteligenca, da on vidi, kje so kakšne luknje, kako bi lahko naredil nekaj, da bi, naprimer, uspel, ne? Ker ful je pomembno, da taktično dobro stojiš. To je zelo pomembno zdaj v tem modernem nogometu. Vi prevladuje zdaj tudi v Rusiji, da imate te small-sided games, se pravi igralne oblike. Imate večinoma to ali imate, ne vem, veliko strukture, se pravi te šablone in tako naprej? Kaj vam prevladuje na treningu? Na treningu nam prevladuje več strukture, ampak imamo tudi igralne oblike, ampak ne vsak dan. Zdaj, na začetku tedna imamo večkrat pač treninge tako narejene, da je to namehno, da je vse hiter, da je, ne vem, zadrževanje žoge s prenosom, ne, take stvari. Je pa pol, da se počas gremo, naprimer začnemo na mehnem igrišču, ne, in pol se proti koncu tedna skozi gremo pač čez celo širino, ne, čez celo igrišče, da dobimo občutek tudi na velikem, ne. A veš, samo idejo. Mislim, da zelo dobro se dela, tudi v Rusiji se je veliko spremenilo, ni več tista stara šola, kolikor je bilo prej. Zato, ker tudi dosti tujcev pride kot trenerjev in oni se od njih učijo in te mladi trenerji, ki pridejo, so ful ambiciozni in vsi igrajo naprej. Nazaj se več ne igra, ne? Vse je nekako sprejem naprej, podaja naprej, tek visoko, naprej. vse. Se vas omejuje v podajah nazaj tudi? Ja, zelo. Se pravi, da si obvezen igranja naprej ali pa... Obvezen. Kaj pa omejitev števila kontaktov? To pa je na treningih vedno, maksimum 3, včasih je prosta igra, ampak res malkrat, drugače pa 2. Ko je zdaj banci. Ja, največkrat 3. Kaj pa z vidika, ko si rekel prej, da imate dosti suhega teka, mislim, nasploh vid tukaj zdaj ne v Rusiji, da se dogaja, ne? To si mislil bolj znotri pripravljenega obdobja ali tudi znotraj recimo tedenskega nekega ciklusa se odela in del čisto suho pa piči? Sam pripravljeno obdobje. Ostalo je vse pripravljeno na nasprotnika. Vse teren pa žoga, ne? Ja. V drugih klubih tega nisi verjetno doživljal veliko, ne? Suhega teka. Kaj, da smo tekali? Suhega teka. Pa smo tudi tekali. Odvisno, veš kako, vse je bilo odvisno od trenerja. Zdaj v Italiji se tudi dosti na suho tekali. V Španiji si v teku pač začel si z dolgimi razdaljami, naprimer po 1000 metrov, ne? Ampak nisi to velikrat tekel, to si imel 2 treninga taka. In potem si začel, se pravi, krajše razdalje, naprimer 400, 200, 100
po si pa začel čist kratke, 10, 20, 40 naprimer, ne? A veš, tako je bilo, ne? Ampak Da to si brez počasi- sprememb smeri verjetno, pa zaustavljam. Ne, pa brez, pospešujem. ne, Ja, brez, samo- brez tega, sem tako. Da si pač vrnil se, ne? Da si tudi, da smo prišli na idealne kilograme, vse to, ne? To Da so pljuče vse malo gledali. odpreš in te zadeve. A, to ste imeli v bistvu Normalno, bolj dietni itak. trening. Koga? Ja, nekaj To je takega. kot Tavares, ko je Ja. pol podcasta Itak. poudaril, da je bil predebel in da je moral shujšati. To mu ni šlo iz Ja. glave. Itak. Če je Zdaj težko je biti pameten, kaj je ta idealna teža. sorry, da te prekrijam. Ne, idealna teža, to je itak, to vsak ve zase najboljše. Ampak pri pripravah samih, ne, ful je pomemben tudi, da imaš to vzdržljivost, ker igrišče, kogar tok je veliko, ne, in spet moš ti prelaufati, ne vem, 10, 11 kilometrov, tako da ta suh tek, ne rab ga biti velik, ne, ampak isto mora biti, ziherno, da se odprejo pljuča, da se navadiš na ta ritem, na vse skupaj. Da Se mi zdi, da imate igralci boljši občutek, če je en del čisto suho nared, da lahko res malo ventile prepucate, ne? Ko mogoče v igri vse ne moreš toliko. Oziroma drugačen občutek je. Itak. In pol že same tekme, ne, na pripravah, kar je najbolj pomembno, naprimer zdaj pri tem trenerju, ko bomo tukaj, igramo vsake 3 dni tekme in imamo kar močne nasprotnike in to ti tudi veliko da, skoraj največ, ne. Da igramo, ne vem, zdaj smo že par tekem, 4 tekme odigrali, zdaj že cele tekme igramo večinoma, ne. Tako da včasih naredijo po 2 tekme na dan in igramo vsi po 2 tekme, pol je pa že v izi, naslednji dan je regeneracija in tako, pa spet začneš trenirati, ne. Tako je. Tako da trenerji se učijo in to je ful napredovalo. Mislim, da je to ful Koliko napredovalo. imate pa fitnessa, kaj? Uteži tega? Ja, imamo. Fitness imamo nekje zdaj 2-krat na teden, kaj tazga. Ni pretirano. Večinoma pa tudi fitness, ki imamo, ne vem, vse na foru crossfita bolj. Da je vse to hitreje se dela in take stvari. Da nismo premočni, naprimer v Angliji je bilo to vse suho nekako, si moral biti nekako na konstrukciji sami delati, ne? Mišic, da so bile širše, da si bil močnejši, da si bil tako, ne? Za ta sam duel in to igro njihovo, ne? Tukaj pa razmišljajo bolj kot v Evropi, ne vem, saj ta naš trener, da si bolj suh, da nimaš toliko velike mišične mase, ampak da je hitra in da si vzdržljiv, ne? To je to. To je največja borba, veš, ne, pač presek mišice nam malo definira tudi hitrost, ne, in nam pa odvzema velik motor, pač velike energije, ne, in je pol problem pač v dolžini teka, ne, koliko boš lahko ti tekel, ali pa vzdržljiv, ne. Tako da to, Naceta to skozi glava boli, ne. Tako da njega, on ne more spati, ker ga noge bolijo, ampak ker glava, ker razmišlja, kako bo pripravil nekoga, da bo in hiter in močen in vzdržljiv, ne. Ja, problem je tudi, da veš, ko ta velik biceps vseeno je težek pol 1 kilo, 2 dodatno in to na kolenih se pa pozna. Vsak korak, vsak tek. Lahko ima igralec hitre težave, če prehiter dobi teh par kilogramov. Tudi ne samo zaradi tega, ker se je zredil, ampak zaradi tega, ker je pač mišično maso dal gor. Spomnim se čisto taka zadeva, eno sezono je Tina Maze, ker se je bolj usmerjala pol v hitre discipline, so v bistvu v tem poletnem času je, mislim, da dobila 5-6 kil gor. In je imela zelo velike težave, saj v začetku sezone pol z tehničnimi disciplinami, ker je v bistvu koordinacija se spremeni, enostavno se poruši, a ne tisti avtomatizem, ko ga je prej imela, in je rabila pol leta načrtno, da so sam trenirali tehnični del, zato da je prišla nazaj noter. In oni so to vedeli, zdaj javnost ni tega vedela in so vsi bili, zdaj si padla tam in si preveč tja posvečala, ampak oni so načrtno to naredili. Hočem reči, da terja, vsaka sprememba terja, ne pol neki. Sigurno, in telo se mora navaditi na vsako spremembo. Včasih si lahko poškodovan zaradi tega, ko si na neki dieti, ne vem kaj. Jaz sem na primer v Španiji moral tudi mišice zgubiti in sem imel neko dieto proti mišicam, ampak to se ni izkazalo za dobro. Imel sem ful več poškodb kot drugač in tako, ne. In potem sem se spet vrnil nazaj, kot je bilo. Res je pa, da z leti nekako ti je lažje, če si lažji, ne. Da imaš manj kilogramov vsako leto, ko si starejši, ne. Ker so itak tudi sklepi bolj obrabljeni in vse skupaj, tako dolgo že igraš, je bolj, da imaš kakšno kilo manj, kakor več. Imaš ti kako svoje pol še zraven, ne vem, Nace dostikrat vpraša, če kdo se z jogo ukvarja, ali meditira, ali kaj od tega, glede na to, da si tudi rekel, da se ti pol zgodi, ne vem, po neki naporni tekmi, da te adrenalin toliko zakur, da
do jutra ne moreš zaspati. Ne? Nace, oprosti, ko sem tvoje Mislim, da- vprašanje povedal. Ne, hvala Bogu, prosim. Da ne bom jaz kostečen s tem. Zdaj že Igor je zanima. Ne, mislim, da so to zelo pomembne stvari pri enem športniku, da kolikor moraš umiriti telo, se regenerirati, iti na neko masažo. To je kot neka meditacija, tudi masaža. Ne? Realno si ti tam umirjen, dihanje se umiri, puls, vse te stvari, hkrati ti pa še paš vse skupaj. Ne? Zdaj pa isto pa tako za glavo. Ne? Če poslušaš določene stvari, lahko je to muzika, lahko je kakšna meditacija, prav točno določena. In jaz včasih poslušam, moja žena se malo več ukvarja s tem in mi včasih da neke stvari, jaz jih poslušam in potem se bolj počutim. Nikoli se nisem slabš počutil po neki meditaciji ali pa po nečem. Včasih sem si mislil, pa kaj bom zdaj to poslušal, nimam časa, ampak res je, da če imaš pa resne probleme, kot neki igralci, ki so včasih, ne vem, v depresiji, oziroma, da sem tudi jaz bil kdaj, pa ne vem, ker je to čisto nekaj normalnega, da v športu pridejo trenutki, ko ti ne gre in vse skupaj. Mislim, da takrat šele vidiš, koliko ti pomaga, da si umiriš da, ne vem, ena joga isto, samo raztezne vaje, ki so v jogi in te krepilne vaje, vse skupaj, to ti itak lahko sam pomaga pri karieri, ne? Če to delajo najboljši igralci ali pa, ne vem, individualni športniki najboljši na svetu, se pravi, je to, ne? Je to ključ do uspeha. Jaz, veš, res je, da sam se ne ukvarjam veliko s tem, včasih mi žena reče, ajde, greva jogo, jaz sem cel kriv, dokler se jaz zaravnam, vse to, veš, ona je že malo profi zame, ampak veliko bolj se počutim potem. Nisi pa razvil nobene rutine, da bi bilo pa to del tebe, ne? Nisem, ampak vidiš, da mi itak v vseh teh vajah, veš, je dosti joge in vsega skupaj. Ti imaš eno rutino že v glavi, ti vse to uporabljaš, ampak ne veš, da uporabljaš, veš. Vse to, ne? To je vse zdaj preplet postav vsega. Itak, veš, ti imaš vse v glavi to, ne? Vse te zakone, vsega tega ti že uporabljaš kot en igralec, ker se moraš sam pomiriti, ker imaš to. To je vse izhaja iz tega, ne? Sam ti ne veš, da to uporabljaš. Valjčke pa uporabljate, verjetno, ne? Pomrolerje. Zelo veliko, ja. Tega imate pa obvezno, verjetno. A imate pred in po treningu, pa tudi. Sam tudi nikamor ne greš več brez njega, ne? Ja, res je. Sam dober, zdaj imamo srečo, da v klubu izkoz nosijo, a veš, prej si jih sam nosil, nekaj časa nazaj, a veš. A zdaj so pa vsi klubi itak, imajo vso to opremo in oni nosijo s sabo, vse ti naštimajo že. A veš, poločasih tudi ne pospravimo, a veš, toliko smo pogledam, rečem, a veš, celo kariero pospravljam, zdaj pa ne bo en človek vse to pospravil. Ajde, dej, pospravimo vse to, a veš. In zdaj niso več samo valjčki, zdaj so že pištole in vse to. Ja. Vsak svojo pištolo, pa se strelaš cel večer. Ja, res, toliko je tega, da sploh ne uspeš, ne bi, če bi na vse hotel, da bi probal vse. So pa stvari, ki pomagajo, itak, 100% pomagajo. Mislim, srečo imaš ti po svoje, ker si imel kariero, ko te ni primorala v to, ko si rekel, ne? Ko se enkrat začneš s poškodbami spopadati, sploh če to postane eno za drugo kronično, takrat se pol uprimeš vsega tega in vse probaš. Imaš dosti pozitiven mindset, pa pač verjetno tudi po eni strani sreča, da nikoli nisi imel težav s tem in ti ni bilo treba ekstra razvijati teh stvari. Da, hvala Bogu. Res je. Jaz sem imel poškodbe, imel sem poškodbo kolena, ki je trajala vse skupaj 5 mesecev, da sem se vrnil igrati nazaj, ne, tekmo. Pač pravo tekmo, rad sem treniral že prej, ampak tam je bilo neki par operacij, niso čisto ok, vse naredil so ok, ampak se mi je koleno nazaj vnelo in to mi je malo časovno zavlekel, a veš, ampak v enem trenutku sem pol videl, da ko sem se vrnil, sem videl, da lahko kar hočem naredim, ne, a veš, da se lahko vrneš po tokem času, a veš, si misliš, se pravi, če se lahko vrnem, jaz lahko vse naredim. In zdaj mi itek pol ti ni, a veš, naučil si se nekaj, da ti ni težko za naprej, karkoli se zgodi, da je to samo glava, da je treba dati to ta čas, ne? Da se treba regenerirati, da se treba vrniti še močnejši. A veš, ti lahko enemu to govoriš, ne? Ja, sej bo, pa boš ti. A veš, pa tako, ne? On bo itek te malo poslušal, ampak dokler sam ne bo doživel, da bo glava njemu začela delati, je to, ne? Veš. Okay. Čuj, a bi ti, rečemo zdaj, nekim mladim, talentiranim, ki imajo možnost biti profesionalni igralci v tujini, kaj bi jim svetoval,
kam se ne obrnejo, preden bojo, ali pa kaj ne prej naredijo, preden bojo šli v tujino igrati? Tako bi rekel. Zdaj, najbolj, da se obrnejo ljudem, ki so dali to že čez, da jim dajo sem na svete same posebej. Prvo bi pa rekel sam, da grejo korak za korakom, da zdaj tujina kot tujina, ne? Da itak so si to želeli celo življenje, to mora dojeti. Da lahko, naprimer, greš enkrat v tujino, vrneš se kam spet domov. Se pravi, spet si nekje na uni začetni točki, ti si nekaj naredil, prišel si v to tujino in si se vrnil domov. In doma se nič ne spremenilo. Vreme mogoče, ker so slišali starši, ali je prvi dež, prinese sonce, pa take stvari, ker več ne veš, kaj se pogovarjati, ker so vse dan slišiš, a veš, pa take stvari. Na začetku govorim, ne, a veš. Je pa res, da, veš, če je tam nogomet bolj razvit, so tam zdaj že taki ljudje, da ti pomagajo, vejo, da si ti mladi igralec, da boš naredil napako. Ne rabiš se bati odgovornosti oziroma nečesa, ko boš riskiral, oziroma ne rabiš se bati same napake. To je problem največji. Ker mislijo, da oni so zdaj prišli, nobenih ne mara, ali bo kaj narobe, ali ne bo, take stvari, ne, a veš. In v tem trenutku je treba biti samo močen in iti korak za korakom. In trenirati na polno, vse pač od tega treninga maksimum dati in probati biti najboljši. In to je to. In to je ta pot, ki te pol žene naprej. In pol se same stvari odpirajo. Koliko je tudi v službi, na delu, ne? Če ti vse izpolnjuješ, koliko je treba, vse delaš, koliko je treba, bo ziher prišlo nekaj, kar te bo nagradilo enkrat, ne? Normalno. In jaz sem svetujem samo to, da delajo, da verjamejo vase, da poslušajo trenerja, ljudi, ki jim hočejo dober, itek. Ne bo tebe en trener vzel in ti svetoval neke stvari, da bo tebi slabš. Zakaj bi to delal? Če si ti njegov uspeh, ne, prav, ti si ta motor, ki tudi njegovo službo, ne, tudi njega ženeš naprej, tudi on se od tebe uči, vse to. A veš? Tako da treba je napako v sebi iskati, jaz to rečem vedno. Najprej v sebi najdeš napako, ker ti drugih ljudi ne moreš spremeniti, ti lahko spremeniš sebe, svoj način dela, lahko napreduješ ti, ne. Zdaj pa, če si ta prav, pa lider postaneš, pa ne vem, celo ekipo pol ženeš lahko sam, oziroma pol drugi vidijo, da je to ta prava pot. Kdo so bili pa tvoji velikani, kdo so bili pa tvoji mentori? Moji mentori, naprimer, jaz sem imel mentorje že v Triglavu, najprej v Zarici sem imel 2 trenerja, imel sem Stojana, imel sem Matjaža, ona 2 sta itak, tam sem začel nogomet vse skupaj, ona 2 sta bila 1-2, ki sta tudi vse to, kar nisem od doma pa nesel, pa sem imel zelo dobro vzgojo in vse skupaj, ne. Sta mi ona 2 tam še to dodatno vzgojo nudila in sem se razvijal v pravi smeri, ne. Ko sem prišel v Triglav, naprimer, ko sem preskočil kadete, to je bil zame tudi ena odgovornost, ker sem šel takoj v člane, mladince sem spustil, 16 let sem bil star, tam so bili neki igralci 26, eni 36, 30, so bili starejši od mene, vse skupaj, ne. In takoj si moral biti bolj odgovoren. Jaz sam po sebi sem bil že tak, kot ne vem, nek najstnik sem bil bolj odgovoren, mogoče od svoje generacije. Tako sem razmišljal, ne vem, v tem trenutku, mogoče zaradi samega tega preskoka v člane. Tam so bili te starejši igralci in so rekli, vid, nekaj bo tebe, ajde, a veš, naprej, to je to, a veš, pa tako, vsak trener ti nekaj da. Potem v Gorici, naprimer, tudi, ne vem, Srebrnič, Miran, on je bil eden teh, mi mladi igralci smo ga gledali tam, on je, naprimer, vse to na treningih dokazoval, da je najboljši, da je delal na 100%, vedno, jaz sem se rekel, glej, jaz tudi tako hočem biti kot on, ne. In tako naprej, tudi drugi, Komac, ne vem, Maurič, to so bili vsi tudi reprezentanti, dobri igralci in tako. Pa enkrat, ko priješ v tujino, je večinoma vsak zase. Toliko ti ne pomagajo ti toliko sami so igralci, ne. Tam je čisti profesionalizem, tam ti si v ekipi, ampak ti moraš sebe poštimati, ne. Da sploh si na tem nivoju, ne. Ti moraš biti, ne smeš ta pas faliti, moraš biti v glavi skoncentriran, da sploh si na nivoju, da zdaj ne trpi trening zaradi tebe, ker nisi ali dobro spal, ali imaš probleme v glavi, ali imaš probleme doma, ali imaš domotože, to njih ne zanima, kaj preveč, ne. Ti moraš biti pravi, ne, to je to. Zdaj, če boš ti iskal pomoč, oni ti bojo pomagali, itak, normalno ti bojo, ne, ker vejo, da si mlad in vse skupaj. Sam ni tam mamice patja, da ti bojo
ja, sine, pa se bo. Vse ti se slišiš z njimi po telefonu, vse skupaj, ampak si ti v tem, noben drug, ne? Ti sam. In zaradi tega moraš biti tako močen karakterno in v glavi moraš biti tako močen, da speleš in da si pač dokažeš, da rečeš, da si za ta nivo. Zakaj pa ne bi bil? Kaj se pa drugačno ti v drugih? A veš, zdaj oni so dali v Franciji šolo čez, ti si do po Sloveniji. In zakaj so oni boljši, vse niso niti malo. Pa tako je, to je resnica, ne? Sam ker mi sami sebe ne spoštujemo, nimamo take mentalitete in mislimo, da smo mogoče slabši od koga ali pa karkoli, ne? A veš, to je problem pri nas. Nič drugega. A boljši smo, ne? A veš, realno, ne? Tako je. Mislim, da ena od funkcij, kot jo lahko čez teh 5+1 let ponudijo, je sigurno mentorstvo mlajših nogometašev. To bi ti šlo dobro. Pa motivacija. Ti si boljši kot ostali. Ja, sam pol ne morem izkuzi isto govoriti, veš, pa bo rekel, kaj ta govori, ta nas malo farma. Se bo še razvil. Prilagodil se boš, tako pa celo kariero. To je res. Ej, super. Nace, misliš, da bo dost? Mislim, da bomo. Bojan mora iti jaz. Bojan mora iti jaz pa spat, da ima tekmo čez en dan, dva spet. Tako da to je hiter tempo. Ja, res, hvala ti, da si vzel čas, sploh v tem času, ko si na pripravah, pa je zgoščen urnik, pa vse. Res nam je bilo veselje te gostiti in super pogovor. No. Vabljen še kdaj, če boš utegnil, pa če se bo priložnost pokazala. Ja, enako. Meni je bilo tudi, hvala, da ste me povabila, super je bilo. Toliko hiter 2 ure je toliko hiter minil. Mislim, da nikoli hitreje ne bilo življenje. Res. Ono, kaj letim, pomislim si, letim 2 ure, nikoli konca. Veš, sem gledal, dajmo predstaviti. Naslednjič na letu lahko naredimo eno epizodo, pa imamo redno epizodo na letu. Ni sploh problem. Ja, vse to je po mojem najpogostejša stvar, ko jo slišimo od gostov. Vsak reče, kura, te 2 uri sta minile prej smislu, da se bo vleklo, zdaj pa bi se lahko še 2 uri pogovarjal. Res zanimive teme smo odprli in super, ja, super. Super, hvala ti. Srečno še naprej. Mi pa lahko rečemo, da smo torej odpiskali konec današnje epizode podcasta iz Centra v Gol. Igor in Nace se vsem zahvaljujeva za poslušanje in vas seveda vabiva k poslušanju vseh naslednjih oddaj, ki so dostopne na Spotifyju, Deezerju, Google Podcastu, Apple Castu, TuneIn, YouTube in sproti dodajamo tudi še druge platforme. Če se vam oddaja všeč, vas vabimo in prosimo, da nas sledite in všečkate, saj s tem pripomorete k še kakovostnejšim vsebinam. In pa seveda spremljajte nas še naprej na Facebooku in Instagramu, kjer redno objavljamo izseke, novice in napovednike naslednjih gostov. Seveda bova zelo vesela tudi vseh delitev te in ostalih oddaj in pa vaših komentarjev in pa povratnih informacij. Hvala vsem za podporo in se slišimo naslednji teden, do takrat pa uživajte in lep pozdrav vsem.